ali je pocen, ali je star, ali pa v slabem stanju. Zdaj, ultra shitbox je, če imaš seveda vse 3 lastnosti, ampak zadosti je, da imaš eno. Jure, na kakšen dan se zbudim, se mi zdi, da sem midva že malo shitboxa. Jaz vam vse 3 lastnosti za Cirila pa vem, da ni pocen. Novice ne bomo imeli. Dober dan, ljudje. Začenjamo. Čakaj. Kako moram jaz daleč stran biti? Takole, v redu, vse bo ujel. Čakaj. Samo še tako pozor. Bomo pozoril. Glih sem stisnil rekord, pa že opozorila padajo. A veš, kaj sem se... Stari, Dobri ti naši s stari. tovornjakom je začel. Pejte podcast z Martom pogledati, se dosti o kamionih pogovarjamo. Mart je ta zadnji podcast, ta zadnji podcast objavljen v 2025 je Mart, ampak tega snemamo tudi še v 2025. Ta bo prvi 2026, ne? Prvi 2026, ko moramo črto potegniti pod koledarskim letom, atmosferskim gospodovim 2025. Ja, pa še kakšna premjera se zgodi, ne? Tako je. Dober dan, ljudje, pa danes imamo gosta. Naj ga predstavim, ime mu je Jerry o avtih. V bistvu on je Jernej. A Jernej ali Jernej, stari? Jo, to me zmeraj vprašajo, pa nikoli ne vem. Buduješ na Jernejevo? Ja, seveda. No, tako vidiš, drugače se ljubi s Fiesto ST, redno. Pa Fiat Multiplo tudi. No, to je zdaj že ljubica. Kle se boš mogel počasi odločiti, ali varaš Fiesto, ali ima ta odprto razmerje. Ja, sta se Fiesta pa Multipla že srečala, Jerry. Ja, so drugač, mislim, to je tudi en tak zakompliciran odnos, a veš. Hude trojčke se greš ti, stari. To so kar take vode, veš. To je en tak zelo kompleksen tu kar garaša, veš. Ker ponovadi je tako, no ja, ker družinski avto bo zamenil Fiesto, imam lahko že zdaj Multipla, veš. Jaz sem z enim iz Mokrovnega pogovarjal in rekel, vsakič, ki nov video objavil, nas je strah, kaj bo pripelo. Ej, folk, kdor posluša na audio platformi, Jerryja najbrž že poznate, Seba je šel na remont podvozja in je na bolniški in Seba en lep topo pozdrav od vseh na streh. Manjkaš, prid čim prej nazaj, nogico je šel zrihtati. No. In kjer boljši moment, no zdaj se pa že meni zatika, nisi še nadspil danes, je to, kot da Jerryja pripeljamo v podcast studio, ki ima marsikaj zapovedati, pa do zdaj še nisi najdel svojo pot pred mikrofon. Danes boš pa kaj povedal, ne? Akva? Bom. Drugače sem bil v podcastu 98 za 10 minut. Veš, koliko sem bil nervozen, stari? 10 minut? Ja, takrat, ko smo ne, vse je bil nekaj časa. 5-10 minut. Mislim, jaz vem, da sem, ko sem bil, mislim, nervozen, veš, kot tu je ipak nek čist drug svet, ne? Ja. In ti si me takrat vprašal, oziroma si me hotel vprašati, Mercedes ali Rolls-Royce, ampak si na tuk zakompliciran način povedal, da sploh nisem zastopil, si bil. Rekel si kaj, če bi se reinkarniral, ali bi bil Spirit of Ecstasy ali Mercedes v vlogu, in meni so se tako možgani topili. A nisi vedel, nisi tako, si bil vržen v bitko na Somi. Kaj bi pa ti bil? Kaj pa ti rekel, no, Jerry? Jaz sem rekel Rolls-Royce, ampak zdaj bi v bistvu spremenil odgovor. A bi? Mercedes, mislim. Aha, ok. Ja, prav. A kaj bi bil? Kaj bi bil ti, Jure? Jaz bi bil vedno Mercedes. Pred Royceom. A res? Ja, več. Tudi takoj utemeljim. Mercedes je enostavno v mobilnosti dal več kot Royce. Ja, Rolls, Jure. Ta draga kočija. Ti ta drugo besedo rečeš, ne? Rolls-Royce. Ja, ta draga kočija. Vsi rečejo ta prvo besedo, Rolls, ne? Jure reče pa ta drugo. Lej, vse mora biti malo drugače, ne? Jaz tudi, če bi imel ta avto, bi skozi govoril, da imam Rollsa. Sam veš, da je velik dan, ker nisi prišel z NASA kapca v podcast, ne? Ja, pa tudi si opazil. Ja, božičen pulover od pivovarne Laško, ne? Ja, da se spomnimo, vse ima 200, ko imaš na rokavu, ne? A veš, oblekel sem ga pa iz čistega spoštovanja, ne? Pa ne bomo zdaj o tem, zgolj o pivu, pa o tem, da je Laško praznoval v letu 2025 častitljivo obletnico, ne? Ampak dan zjutraj, ko sem se vstal, sem pomislil na njih, pa sem rekel, a veš, so firme, ki pa res kaj veliko naredijo za splošno počutje ljudi v Sloveniji, ne? Pa ne me zdaj narobe razumeti, ne gre zdaj za odprto piksno pa osvežilno pijačo poleti ali pa kakorkoli, ampak tudi vse, kar spremlja to, ne? Imamo pivo in cvetje, imamo dogajanje v hribih,
Imamo, v končni fazi so taka velika podjetja, tudi podporniki športa. Tako da, jaz sem danes ta pulover oblekel iz čistega spoštovanja pač do njihove častitljive obletnice, pa do vsega, kar dajo družbi. Mimogrede, v prvih dneh leta 2026, najbrž še pred objavo tega podcasta, ker pomeni, da zdaj tole govorim, ni relevantno ali pa vsem za koga, se bo zgodil najdaljši maraton v zgodovini maratonov. Tudi mi bomo na njega opozorili, v Planici se bo nabirala energijo, ki se bo tako v prenesenem smislu stekla v en Fordov kombi in se bo ta odpeljal z Laško ambasadorji na prizorišču olimpijskih iger, ampak to je druga zgodba. Daj pejmo mi naprej, mi imamo v Mrsičem. Si se spomnil, pa da on si ga po muški si ga udaril, stari, ker na zadnjega tako malo pritisneš. No, ok. Dober dan, pa na zdravje. Ej, ali lahko začnemo z eno stvarjo, ki se meni zdi zelo pomembna. Jerry, če si ti zdaj že vletel v podcast, ne, ker si že glih atmosferc. Kaj Jure vedno reče, Jerry, kaj bo ta prva stvar, ki jo ti razloži, ko še nam prišel? Pa pridemo na to sploh, Jerry, odkje se poznamo, odkje te poznamo, kakšna je bila malo tvoja pot, pa to, pa da malo preview naredim tega podcasta. Gremo pa še na avtomobile. Jaz sem si malo pogledal leto za nazaj, katera vožnja je bila meni najbolj cool, kater avto si bom najbolj zapomnil, katerega sem si najbolj zaželil, katera mednarodna predstavitev mi je najbolj v spominu ostala. Tako bomo šli malo čez 2025, ampak najprej Jerry, oziroma Jure, kaj ti Jerryja vedno vprašaš, kaj mora Jerry pojasniti, stari? Jerry, Ja. mene še vedno v srce zaboli ne tako kot akupunkturni pristop, ampak tako, kot bi mi od AK-47 bajonet zarinu, kateremu kolo je avto rečeš shitbox. Zdaj pa mi prosim razloži, kaj je to shitbox in zakaj se ti pri enih shitboxih oči zasvetijo, če hočeš reči, da je bil to shitbox. Pač, prvo kot prvo, beseda shitbox, ne, to ni nek moj originalen pojem, ampak sem ga od nekje pobral, pa nisem čizih odkje, ampak sem pa dejansko pobrskal malo po možganih in sem najdel tako definicijo besede shitbox, ki bi skoraj že lahko bila primerna za SSKJ, ne, in tu je. Vsak ima svojo definicijo besede shitbox, ampak zame je to avto, ki ima eno, oziroma vsaj eno izmed treh lastnosti. Ali je pocen, ali je star, ali pa v slabem stanju. Zdaj, ultra shitbox je, če imaš seveda vse tri lastnosti, ampak zadost je, da imaš eno. Tako da, ja. Jure, na kakšen dan se zbudim, se mi zdi, da sem midva že malo shitboxa. Tako ultra. Ja. Jaz imam vse tri lastnosti, za Cirila povem, da ni pocen. Ja. Ej, dobro si pristopil strukturirano, tako kot te poznamo. Super. Meni se itak zdi, da shitbox je tako, da je to bolj izkažeš ljubezen s tem. Ja, itak. Mislim, jaz pač obožujem shitboxe, pač celoten Jerry profil obstaja glih zaradi tega, ne, ker jaz sem, ko sem začel snemati, v bistvu celoten profil je sprožilo tudi, da sem enkrat Fiesta imel na servisu in sem dobil Ja. in sem v roki takrat dobil testno Honda Jazz, letnik 2002, 1.2 mašina. Ampak tisto avto me je dejansko prav navdihnil, ker pač je bila bularjasta, kar niti se ne spomnim zadeva, ki bi lahko bila primerna pač temu, ampak avto drugače imel 400,000 km, ampak po več kot 20 letih je pač ta avto še zmer imel dušo, pač bil je kvalitetno narejen in ko si se usedel noter, si dejansko pač pomislil, to je vse, kar bi pocen transport mogel biti, pustimo tu, da ni delala klima ali pa radio, ampak veš, to je samo dodana vrednost karakterju. Jerry, zakaj je pol shitbox res? Meni še to, še vedno me malo srce, čeprav si lepo razložil, ampak poglej, predstavljaj si, ko bo tvoja Fiesta babica, ne? To bo še shitbox. žena pudergač. Ne? A veš, a ni to tako, še vseeno malo tako slabšalno, no? To vidiš, Jure, zdaj si pa že malo strne. Ja, vem, ampak... Ta izraz je poln ljubezni, Jure. Pač odvisno, kako pogledaš, ne? Ampak zame osebno, pač odvisno je, kako rečeš, kaj je ta shitbox, ali pa kakšen dober shitbox je to. A veš, pač čist je od konteksta pomembno, ampak zame je to beseda, ki, v 90% primerov je pač izrečena z ljubeznijo, a veš. A imamo kakšen nadomesten izraz za shitbox?
da bi bil tako lepši. Mislim, Škatla dreka. ne, direkt škatla bi bil direkten prvot, ampak tu se meni zdi ful slabš drugače. Mislim, ne, dejansko ne vem. Ni, stari, jaz nočem, da je kakšen drug izraz. Shitbox je to. Ja, se tu je Pa Jerry catchy, ja, izraz, sem jaz bi rad zase najdel izraz, ki ga je opisoval Jerry, pa ni shitbox, ne? Stari dobri. Škateljca. Ne, škatlica ne. Ne vem, kaj bi rekel. Ja, to imaš domačo nalogo za drugi čure. Evo, vidiš. Moram razmisliti, kaj bi bilo tako, da počasti star, dober avto, ki bo na cesti in grede vedno več, pa vedno dražji bodo. Ne? A misliš, da bojo vedno dražji? Jaz sem prepričan. Kaj te odvisno, shitboxi kateri. misliš, da se bodo tudi dražili? Ne. Vsi se držijo. Vsi se počasi držijo, ker danes, Ciril, jaz zdaj lahko sem imel malo časa, pa sem malo sanjaru, ne, pa v končni fazi atmosferski vajenec je influencer številka 2, ne, in me je malo z influencerom, sem šel te stare avte gledati, sem rekel, lej, mogoče včas za 300 do 800 evrov si dobil kar vozen avto, ki je šel čez tehnični, ne, ker hočem ti reči, da ni bil shitbox, kot se sliši shitbox, ne, pač normalen vozen avto, malo starejši, kakšen blatnik je bil malo z oksidacijo porobljen, pa tako, ne? Ja. A že da ti v to odpreš, res za Jurija so kršine, ne? Ne, samo veš, kaj se pa tudi kaže, ne? Kaže, da so se 20 let nazaj delali, če nam rekel pri vseh znamkah, ampak da 20 let star avto za Jurija je lahko tudi še vedno zelo v redu avto, ne? Ja, ampak tudi hočem reči, čim je pa zelo v redu, gre pa cena takoj navzgor, ne? To pa ne vem, ker se ne spoznam. To je čisto odvisno od znamke. Ne? Generalno se dvigujejo. Kaj pa ti hotel reči? Ja, jaz v bistvu, mislim, meni je čisto odvisno. Imaš recimo kakšne starejše golfe, ki v bistvu že tudi zaradi imena, poleg kvalitete, seveda tudi držijo ceno, ne? Ampak čim greš pa recimo v bolj nišne znamke, mislim, ajde, zdaj mi je Suzuki Baleno recimo na pamet padel, ne? Ja, sam Baleno to je res zdaj že malo, ker jih tudi pokupijo za vajence v motošportu, pa tako, ne? Itak, vse živo, ampak če zmer pač, načeloma se mi zdi, da pridejo na trg, mislim, na Facebook Marketplace, recimo tudi dobri avti, ne? Ampak tisti grejo zelo hitro in tistih načeloma tudi sploh ne opaziš. Če je relativno normalna cena, gredo zelo hitro, ampak tu ni več taka normalna cena, ne? Lej, jaz sem zanj gledal enega, mislim, da je bil Golf letnik 2003 ali 2004, SDI motor 150,000 km od prvega lastnika. To je pa zelo malo kilometrov stari. Ja, pač en starejši gospod ga je vozil, saj opis je bil tako, najmanj, on je šel v 2 dneh. Ampak je bila še vedno cena Jurija 600, ne? Ja, Veš, pa tu je avto, ki ni v bistvu nič posebenega. Ne? Zdaj ti pa govorimo, sem pa gledal, vse sem gledal, no? Veš, Jaz tudi živim. Škoda Forman, Škodo Felicijo sem zanj gledal. Škodo Felicijo dobiš za 800 evrov pregnito, čim je pa malo lepša, je pa Jurija 700, Jurija pa pol. Ne, meni se zdi, da si še zmeraj malo veliko rekel drugače. Ne, če je lepa Jerry, glih včeraj sem videl eno na Marketplaceu, res. Sam načeloma je tudi oglasov teh avtov full manj, mislim, zdaj sem gledal kak mesec nazaj, ampak recimo originalnih Renault Twingotov v voznem stanju je bilo na avtonetu prve generacije tam okoli 10-15. Pač tu so absurdne številke. Jaz bi si mislil, da jih je več. Ja, mislim, jaz tudi, ampak po drugi strani pa če tako gledaš, če se prav spomnim, so ta avto nehali delati leta 2006, to je skoraj 20 let. Pač vsi Twingoti prve generacije so polnoletni, ja, ne? Ja. Tudi ga imaš od 400 evrov naprej na Marketplaceu, ampak tisti so zelo slabi. Čim je pa dober, je pa blizu Jurija. Odvisno, po moje se najdejo tudi primerki, ki od tega malo odstopajo, ne? Ampak še zmer pa načeloma, če lahko nekdo za avto več dobi, bo valjda višjo ceno naštimo. Evo, jaz vam povem eno mojo novoletno željo. Dej, pa gremo pa še malo na Jerryja, ki mene malo ferbec matra. Jaz bom povedal vam zdaj, z influencerom je s tem Marketplaceom in sem šel tipkat, lej. Ja, in? Ja, pač, jaz imam zdaj eno novoletno željo. Jaz bi pa v naslednjem letu si rad najdel eno klasično nemško limuzino. Mercedesa E. Od letnika 95 do 2000. Okrogle lučke. Okrogle lučke. Dizelček, a? Najraje bi dizelčka. Seveda, ja. Ker bi ga imel, negoval bi ga, v nedeljo bi si dal klubu gor, pa bi se šel kjerkrat zapeljati, kjerkrat bom šel tudi Tomaš z njim, priznam. A ne bi šel še kakšno generacijo nazaj, tega bi ti imel, ne? Ne bom finančno zmogel. A veš, starejši, ko je, pa bolj to je že sodoben avto, ne? Ja, pa sodoben je, pa
tu je motor, ki je bulletproof, vsi tisti motori noter, razen zadnjič so me podučili, da ta star atmosferski dizel ima veliko težavo z Bosch pumpo, ker se ga ne da več dobiti, pa tudi za obnavljati ni. Ok, gremo malo nazaj. Jerry, če sem jaz zdaj prav razumel, veš, kaj mene folk zares velikrat vpraša, ker se malo pogovarjam, ti, kaj pa zdaj atmosferci, kako ste, pa nova postavitev, pa to. In vsi me vprašajo, kje z Jerryja najdu? Zdaj, tepe pol Honda Jazz pomenila ene vrste začetek. Ja. Ampak, a veš, stari, te je moral kar fejs zdrma, da se rekel, pa zdaj posnel video na ta avto. Ne? A veš, a je v tebi že neki prej tlel, a si ti imel občutek, da hočeš delati in pol ta jazz je bo samo zadnji, pika na i, tom naredil, zdaj pa sam še pičil naprej. A veš, a si ti, tako bom rekel, a ko si posnel jazz, a si že vedel, da bo šel naprej, a si videl odziv, pa si rekel, aha, jaz tle nekaj imam. Mislim, jaz drugač, pač kot si rekel, jaz sem že dolg cajt imel željo nekaj snemati tudi v slovenščini. Zato, ker jaz sem v bistvu začel s tem, da sem leta 2011, ko sem bil 14-letni mulc, sem ustanovil svoj YouTube kanal in sem pač začel snemati igrca, pač dirkaške igrce in tu sem potem leta in leta snemal. Bog se usmil, meni se zdi, da sem dal več kot 1600 videov gor in to je tako. Mislim, velika večina tega je pač... A to je streaming pol, kaj? Vsak dan ali streaming, ne streaming? Ne, to je bilo prav v bistvu... Gameplay si snemal, ja, okay. Ja. Pa da je na YouTube kanal. Tako. In tu imel sem srečo, da sem najdel ene take zelo nišne igrice, pač Kartown pa Racing Grave, če slučajno kdo pozna. Ampak tu so bile zelo nišne igrice in pač moji videi drugače, če nazaj pogledam, so bili pač grozni, ampak fore, ker noben tega ni snemal in posledično sem se nekako lahko prerinil spredje, me je folk začel gledati in pa v bistvu sem tudi nek community okoli tega ustvaril. Ampak pol pa v bistvu, mislim, ko so leta minevala, so te igrice ratale čedalje manj relevantne in sem jaz gruntal, mislim, še zmeraj sem imel to potrebo po ustvarjanju, ampak nikoli pa nisem, mislim, zmeraj sem fantaziral, da bom naredil tako neko vsebino, ki bo pač v slovenščini, zato je, ker pač logično, mislim, iz kje izhajam, in ja, sem imel določene ideje, ampak pol pa tega nikoli nisem realiziral, in vse te ideje so se v meni čez leta naberale, pol se je pa vse poklopilo, ko sem jaz dobil v roke tisto Honda Jazz, ker dejansko sem pač bil prisiljen, če sem hotel kaj s tem avtom, ki me je tukaj navdušil narediti, sem imel pač zelo kratek čas in sem pač enkrat na kavču bil, skript sem imel spisan, avto bi šel čez 2 dni nazaj in sem pač si mislil, Skript je spisan za Honda Jazz. Kje je kralj? 5 razlogov, zakaj je Honda Jazz zakon. Dobro, da ni takrat dobil nadomesten avto, enega nabridga Korda ali pa Integro. Ali pa... Jazz je zakon. Seveda je Jazz. Jaz imam na Jazza super spomine, stari. Jaz se spomnim tudi, zdaj samo en hiter med Andraž Kopitar, če poslušaš, a veš, kaj se je zgodil tam leta 2007-2008 na vrh Kort, tam gor nad Portorožem s Honda Jazz. No, glavno, Andraž bo sam pri sebi razmislil, pa mogoče kakšno fotko najde. Ja, kaj pa pol? Honda Jazz, pa se je pa začel, stari. Ja, pol v bistvu pač te prvi video, ker jaz sem itak takoj video začel dajati. Pač počas, Jerry. To so krajši videi. Ti si vmes video, hotel če v LA živeti. Ja, ampak tisto je za drug podcast. Tista želja, da bi en iz Mokronoga postal državljan Kalifornije pa živel v LA-ju, tisto je bila že avtomobilje, to so bile še igričarski videi? Ne, še igričarsko, takrat še izpita nisem imel, niti bliz. Ok, po Hondi Jazz, kaj se zgodi? A si takoj dobil pozornost, a si takrat že imel Instagram, kaj si naredil? Kako si to speljal v prakso? Jaz predvsem sem takrat si rekel, ok, jaz si bom naredil par teh profilov na popularnih omrežjih, tu so bili TikTok, Facebook, Instagram pa YouTube in sem pač rekel, ok, dal bom gor, pač potrudil sem se in bom pač videl, kakšen bo odziv, zato ker v prvi vrsti mislim tako, ne bom tega delal zaradi tega, da bom kao neki popularen, ampak zaradi tega, da to vendaš iz sebe. Pač zaradi tega, ker pač glih tista Honda Jazz je bil perfekten ta prvi avto, zaradi tega, ker je pač vse predstavljalo vse to, zakaj me starejši avti dejansko tukaj navdušujejo, veš? Ker je pač avto, ki ima že tukaj dolgo pot za sabo, ampak je še zmeraj pač kvaliteten, še zmeraj ima neko dušo, veš? Ja, Honda je, ne?
In pač tu je bilo res vredno izpostaviti, ker nisi tu samo 20 let star, več kot železa tam. Zdaj se en del publike dere v zaslon. Honda nima duše! Honda ima dušo. A veš, da še nisem Civica furil o Life drugače. Res ne? Ja, pač. To je bila zdaj pa vržena rokavica. Dajmo zdaj mi to popraviti. Čakaj, Civica nisi furil. Nisem. Res. O moj bog. Bom. Evo, bucket plan za 2026. Jo, ne, bucket list. VTI 1.6. A, Ciril, VTI 1.6. Ja. A ti veš, da to je bil... Kaj Cagar prišel tam do 5 ure, pa se je kar še en Cagar naredil. Se je bil isti Cagar. Ja, to je istari. Marija. Ja, prav, dobro smo zaružili. Ja, čakaj, kaj sem hotel reči? Kaj je bilo po jazzu? Ja, predvsem me zanima ta tvoja pot, ker jaz pa ne vem, kdaj točno si ti meni na radar prišel. Kdaj točno, ti jaz povem. Kdaj? Mi dva smo bili na eni predstavitvi, pa sem rekel, da je pogledaj profil. Ti si mi za Jerryja povedal, jaz se ne spomnim več. Ko ima spomin kot zlata ribica. Nisi stari, no. Jaz sem ti rekel, jaz ga že poznam. Ne. Mi dva sva na predstavitvi, pa si pa ti telefon odprl, pa si rekel, ja, dobri prehodi, ok, dobro reže. Ne? A tako je bilo? Ja, tako je bilo. Jaz sem že malo pozabil. Veš. To se pravi, dolenček mi je dolenček. Klasični miselni shitbox. Ja, kaj je bilo pol po jazzu? Dej še to povej, pa gremo pa naprej. Ja, ne, v bistvu ta prvi video na TikToku, ko daš ta prvi video ven, načeloma, kao, da te malo spodbudi, itak te prvi videi dobijo dosta ogledov, ampak dejansko je tisti video čez noč dobil 25-30 tažnot ogledov in pač jaz, ko sem... Čez noč? Ja, mislim čez noč, pač v prvih 24 urah, whatever, Okay. ne. In v bistvu mi je že tisti komentarji, ki so tudi bili pozitivni, ne, veš, ker dejansko daš nek kanček sebe v neki, se seveda pač bojiš, kakšen bo feedback, še posebej, ker pač vemo, kakšni so lahko komentarji letos. Danes na internetu, ne? Ampak dejansko je bilo veliko pozitiva in folk se je tudi poistovetil, zato je, ker pač načeloma ni neki ful vsebine v rabljenih avtih. Sam to se je ful dobro začel skladati itak z globalnim trendom. Ne? Se mi zdi, da prisotnost družbenih omrežij prenese mrskej, prenese tudi prezasičenost s čem. Ne prezasičenost, da vsi preveč itak gor visimo, ampak v smislu, stari svet je postal majhen kraj tudi zaradi, ali pa je postal manjši tudi zaradi družbenih omrežij, kjer ti vsak dan, če te avti zanimajo, vidiš 350 Lambotov, ja. Pa Ferrarijev in to tretji. In v enem trenutku to postane že ne več tako zanimiv. Jaz zdaj poudarjam, jaz sklepam po sebi. In kaj pol pride v spredje, pride malo nostalgija, pa pride pol tudi nekaj drugačnega, ker recimo mene na shitboxe doskrat vleče nostalgija. Ker so doskrat to avti, ob katerih sem jaz gor rasel, ali pa sem jih poznal že kot otrok, ali pa sem jih mogoče stari, saj že to v Jure mi delamo 20 let. A veš, jaz sem te avte še testiral, ker so bili novi, ki jim ti praviš shitboxi. Ne? Ampak zanimivo je, da ta globalen trend ful zagrab tudi ljudi, ki načeloma nimajo nobenega nostalgičnega vzgiba. Zagrab mlade, ker so tudi sami od sebe dojeli, da stari avti nosijo v sebi nekaj, kar novi pač ne. In to je pač ta globalen trend, si ti pojahal s to Honda Jazz na polno in tudi vsi ostali, ki delajo vsebine s starejšimi avtomobili. Ne? In to se je poklapalo kata na mamo. Ne? Vsi, Jure, si zdaj ti si lepo povedal, ne? Ti gledaš stare avtomobile. Kaj sem ti jaz zanče rekel, da gledam stare avtomobile? Ja, sam dejstvo, ne bi se pa čisto strinjal, da novi avtomobili ne prenesejo. Tega nisem rekel. Ja, ampak pravim, da se je folk prezasičil, ali pa da vidimo začetke popolne zasičenosti z Lamboti, Bentley in ne vem še čem. Ja. In poleg tega, da shitboxi so pa dejansko, de facto, marsikomu dostopni. Ja. Za rihtat, za ne vem kaj. Veliko lažje se je poistovetiti v bistvu z neko vsakdanjo zadevo in mislim, dejansko, a veš, ti videi so zame en vrhunski izgovor bili, da sem se tudi končno približil, ne vem, enem avtu, ki je tam 5 let že sem ga gledal v grmovju, ne, in sem dejansko šutam in sem končno lahko zvedel, pač kakšna je dejansko zgodba tega avta, pač kaj je, zakaj tam stoji. Ja. In pač v bistvu, mislim, kako bi rekel, ne vem, te dostopni avtomobili se mi zdi, da si tudi zaslužijo nek spotlight. Ne. Zato je, ker pač kukat
pa kjer od nas dejansko voz Lambota ali pa kaj tazga. Lej, pa še en dober primer. Zdaj najbolj vroč YouTube kanal, ki dela teste novih pa zanimivih avtomobilov, je Haggerty, ne? A poznata? Jason Camisa je pač meni, a veš, Juri sem parkrat poslal enega Američana, ki dela v čist hude videe, pa primerjave pa to. Ja, zdaj ga ne vem iz glave. No, se nima veze. Če kdo ima čas, ne gre na Haggertyjev YouTube kanal, oni drugače so. Kaj so v bistvu sploh oni? Oni so neka zavarovalniška firma, Tako. se mi zdi. A veš, da ko sem bil 2021, ko sem šel pelat 911T v LA, da so bili pred hotelom, je bil Haggerty en mehen štantek in so imeli avte za pelat, mislim, da enega F-150, pa Ferrarija 348, Berlineto v Rumenga in sem takrat se šel pelat. No, v glavnem, oni so zdaj vse prisotni in kar se mene tiče, so to eni najjačih videov in ta Jason Camisa je njihov frontman. In zakaj to razlagam? Zato, ker če greš na njegov Instagram kanal, ne, kaj on v svoji garaži obnavlja Golfa trojko Cabrio, v katerega bo dal mašino iz ene Jete, ki je pa v bistvu VR6 mašina. Mislim, da tako. Ali v glavnem nekaj podobnega. No? Ampak hočem reči, veš, tudi on je, tako kot marsikdo je padel v to in rihta Golfa trojka Cabrio. Ne? To so ljudje, ki ja. Ne, mislim, tu je, veš, vse tu ni. Jaz ne disam novih avtov, da se razumemo. Ja, Se ampak bomo tudi do tega prišli. Jaz ti hočem tudi reči, da ljudje so spoznali, koliko ene dragocenosti prinesejo ti stari avtomobili. Ne dragocenosti tako, da boš ti zdaj rekel, ok, zdaj imam pa jaz 10 ur denarja. Zadnjič sem moj stajni intervju, pa mi je en možakar lepo povedal. Je rekel, ne kupujte teh stvari, če vas ne zanima. Ne? To je brez veze, ker samo uničujete vibe, pa uničujete smisel tega. Ne? Ampak jaz ti hočem reči, ljudje smo pa začutili, koliko smo resnično povezani s temi avtomobili bili in bomo. Ne? A veš, včasih jaz tako, ko si zamišljam, tudi ko kakšen test delam. A veš, osebna mobilnost je v resnici zelo, zelo močan pojem. Ne? Brez osebne mobilnosti imaš ti resen problem. Ne? Pa če gremo čist na basic, pri poškodbi. Lej, Ciril, spomnim se videa, ko smo ga mi naredili za zavarovalnico Triglav o težavah, ko moraš noge za kolo zamenjati. Ne? Spomnim se, koliko si ti napora vložil, da si z vozičkom čez robnik zapeljal. Ja, pa padel sem na hrbet ne. A veš, in jaz mislim, da tudi ta vzgib te osebne mobilnosti in tudi ljudje se zdaj upravičeno sprašuje, kaj si bom pa jaz lahko prvoščil, ne? Kakšni bodo stroški moje mobilnosti v končni fazi. In če se ti vrneš nazaj, zadnjič, ko smo Katarco snemali pri Janu Mlinarju, a veš, možakar je stopil do vrat, midva sva šop kablo potegnila, pa je rekel, tu je vsa napeljava originalne Katarce. Če bi se vse une žice preštet, pa ti presežem, da jih ni bilo več kot 25. Bomo dali klip čez. Ampak tudi ti hočem reči, ne, ti imaš pa danes avto tako kompleksen, da dejansko, veš, ali pa zanj sem delal jaz eno srečanje za Motor Review. Mi je en gospod povedal, ima Mercedesa Pontona, mislim, da 54-letnik. Je rekel, jaz, ko grem na daljšo vožnjo, rabim sabo 6 ključev, pa malo bakrejne žice. Pa sem samo skrben, kar se tiče popravil. Ja, vse bolj gremo v to, da nimamo nobenega opravka več s tem, s čimer se ukvarjamo na cesti oziroma vozimo. Pa so pa tukaj še spomini, ne? Pa je tukaj mogoče malo te inženirske žilce, ki jo nisi mogel nikoli doseči ali pa jo nisi dal iz sebe. Pa je tukaj prosti čas, ne? Pa je tukaj ne nazadnje tudi lepota, ne? Saj vidiš. Jerry gleda svojo multiplo kot Bikec Ferdinand v cvetek. Sem ima tako brasa, veš, da če sem jaz mama, pač le ga moram zagovarjati. Jerry, jaz te razumem, ker meni so tudi mogoče malo nenavadni avtomobili bolj všeč. Pa tudi, veš, doskrat se pod komentarji kdo oglasi, kako ogabno grd avto. Mi moramo vedeti, in to je strdno zagovarjanje, zato tudi pri svojih testih zelo redko opisujem obliko avtomobila ali pa sodom. V bistvu avtomobilska lepota je zelo, zelo subjektiven pojem. Ne?
Ok, dečki, idemo se naprej premakniti. Moramo še kaj popucati, tle, Jerry, kaj si hotel še reči? V bistvu rad bi multiplo omenil, če skočimo malo naprej. Ja, to je bil en tak mini potresek, ki si ga naredil, ki si kupil drug avto. Mislim, jaz sem si v 2025 rekel, da si bom obavil če bi bil Fiesta, bi začel olepiti za nalašč. Mislim, se kar malo krivo počutim, ker mi že... Malo že preveč stoji, ne? Ja, mislim... Kako si prišel sploh do multiple, stari? V bistvu se je vse zgodilo, ker sem Fiesto dal rihtat. Matico, ne? Ja, v bistvu mi je dal PPF gor in na ta Matijsko smač se je ful uredil pova. Hot Wheels nalepko mi je dal na avto par tednov nazaj, meni ni bilo nič jasno, ampak ok, pojmo nazaj do multiple. Se zaslužiš z multiple. Ja. Ja, sorry, malo dražim. Prematico tudi jaz avto pucam in grede. Decija Stržiča, če kdo rab čist avto, pa je z Gorenska, pa s kjerkoli druge, Matic bo zrihtu kar dober, no. Pa tudi zaščito. Prost, povej. Ja, in mi se nekaj pogovarjava in pač tako s kotičkom očesa vidim tam neko črno kapelco in pač grem pogledat in pač Fiat Multipla. In se malo pogovarjava, pa je tako rekel, pač za koliko je prodaja, sem rekel, ok, cool. In pol je pač to ceno začel spuščati. In pol je pač prišlo do tiste cene, ki sem začel razmišljati, in pol je še spustil. In pol sem rekel, očitno imel Fiat Multiplo, ne. It was a sign from heaven. Ne, ampak v bistvu ta avto, mislim, pač bolj, ko ga vozim, čeprav ok, pustimo to, da mi zdaj že kak teden stoji, bolj mi je, mislim, pač ne morem reči, da mi je avto lep, ker pač objektivno pač ni, ampak všeč mi je, ker je drugačen. In predvsem tu se mi zdi, veš, zdaj, ki si omenil recimo oblika modernih avtov, ne glede zaradi takih avtov, kot sta recimo Nissan Juke pa Fiat Multipla, a veš, ki je folk tukaj zasovražil to obliko. Pa Honda FRV si pozabil. Čeprav FRV je izgledala relativno normalno, ne? Ja, poleg tega, da je bila široka. Ne? No, karoserijska razmerja si opazil, da je bolj marjašček. Ja. Ampak meni so všeč taki avti, ki se niso bali biti drugačni. In v bistvu, če multiplo, ok, pustimo to, da je te dni 20 let star Fiat, ne? Pa da ima avto kupico problemov, mislim, voznikova vrata se mi zunanje strani ne odprejo. Temu se reče na oglasu malce ljubezni, pa bo. Ja, pa lučka za motor svet. Ne, drugače, motor laufa pač čudovito. Čudovito. To je JTD, kaj imamo? Ne, 1.6. Ampak avto, prej sem se jaz pač usedel vanga, se mi zdi, da je stal, ne vem, 2 meseca nekaj tazga, ampak jaz sem obrnil ključ in pač avto je tako krasno. In pač jaz sem bil tako, to je to, pač avto hoče živeti, a veš? Standardi tvoji so malo nizki. Ja, a veš, ko sem se čez sovoznikov vrata noter parino, a veš? Ja. Ne, ampak ta avto je dejansko tu genialno narejen, ker zdaj pač par dni nazaj smo s kolegi šli v Meka, ne? In valjda, da smo se vsi pač v multiplo nabili, če se lahko, zakaj se ne bi, ne? In na sredinskem sprednjem zicu, kar pa če niste vedeli, multipla ima spredi in zadnji 3 zice, je čist lagodno sedel moj kolega Denis, ki ima 1,90 m. Daj nehi. Pač tu je tukaj praktičen genijalen avto in pač glih tu. Pač avti, a veš, ki se niso bali biti drugačni, so tisti, ki se ti bodo vtisnili v spomin. Glih zaradi tega recimo facelifta na multipla, ki je malo bolj konvencionalna. Ne, se ni več dobro prodajala tudi. Ja, mislim, se tudi originalna se razen v Italiji ni, ne, ampak... Stari, originalna so, če mal poenostavim zgodbo, ampak se bodo mogoče tisti, ki so na avto Triglavu že dlje časa, bodo potrdili to zgodbo. Samo tukaj multipla je obstajala tudi v 60-ih, ampak mi govorimo pač o tisti, ta grdi. Se jaz mislim, da folk to ve. Da se jih je tist leta eno Sloveniji, bom karikiral, prodalo 800 eno leto, pa bil pa facelift, se jih je pa sam še 8. Tako pač nek tak strm padec prodaje bil. Vse to bi moral zato, ker so hoteli neki podobo zlikati na sodobno obrniti. Takrat je facelift prišel Fiatov in... Ja, je bil je kot debel stilo v bistvu. Ja, točen tako, stari. Ali pa ko Airbus Beluga. Mislim, ampak jaz sem zdaj...
sem se pač dejansko pozanimal, koliko je določenih tipov registriranih. Ne? In po rajtu sem v Sloveniji zdaj z glave. Meni se zdi, da so dve, te originalne, multiplay 60, kar je drugače, mislim, wow. 51 teh grdih, pa tam okoli 70 teh dolgocajtnih faceliftanih. Ja. Tako da v bistvu sorazmerno glede na leta, se mi zdi, da se te grde dobro ohranijo drugačne. No, vidiš. Tradicija se ohranja. A si na sredinskem stolu oziroma na slonjalu sredinskega stola, ki se v mestu spremeni, boš zdaj čez praznike jaselce postavil gor? Na to, koliko ti lučk gori, da odpi kar dobro. Ne, vsi so samo za motor, pa za airbag. Ja. Pač Če za motorno za potrebčke nalomiš, pa bo ogenček pa stepki. Jaz sem mehanika sem vprašal, ker sem pač ta avto kupil, tako veš, zakaj je lučka za motor gori. In on je samo rekel, pač 20 let star Fiat, kva si pričakoval? Ja, se res. Ampak ne. Ne, sem to ni čistko. No. Ne, itak da ne, ampak vsem tako. Pa se malo hecamo, malo lahko splošno stvari. No. Ne, mislim, jaz pač itak, če ne bi tega avto obožval, pol ga ne bi tukaj hvalil, kukaj dejansko ga ne. Imam pa s tem. Če Američani ne bi kar se naredili risanko, ne? Ja. Ampak bi jo evropska produkcija naredila. Pizda, da bi bila multipla dice ali ne? Ne vem, če ne bi bila. Ne. Kaj bi bila multipla? Ne vem, noben avto, ne. V publiki bi bila. Ne, ni res. Ne, multiplo bi dal sigurno. Ja, lahko bi dal multiplo ali pa kakšen mini, morbit, ne vem, zakaj mi na to vleče. Ne, kakšen mini. Ne, ja, mini bi bil. Ok, da gremo naprej. Kaj imamo kaj zapovedati, fantje? Začnem jaz. A veš kaj, zdi se mi, da mogoče zato, ker ta multipla ima malo tak enoprostorski vibe, ne? Ja. In če jaz prav razumem trend, Jure, bodo ljudje veseli slišati, da se morda trend enoprostorcev vsaj pri eni avtomobilski znamki vrača. Ja, na začetku decembra smo naredili en skoraj tak, sploh ko bi temu rekel. A že bil kdaj toliko malo časa v Parizu? Ne, nisem. Vletel sem, kada bi bil padalci z dan D. Ja. Kada bi se vrata DC3 odprla, pa hop dol, porihtati, pa nazaj ven. Beži domov. Ja, in tudi je bilo, smo se pelali v razvojni center od Citroena v Parizu, je bil tudi tak zelo hecen pristop, ni bila klasična mednarodna predstavitev, zelo zanimivo tako razkritje. Uleteli smo v avlo, folk je bil na šihtu, menza je laufala na polno, pa smo šli v tovorno dvigalo. Če sem si prav zapomnil, bom probal ta klip najdet, pa če ga najdu, bomo pripeli, kam meni si, da sem prav posnel. Ti doskrat rečeš, da bomo kaj pripeli. Tu je prav, a veš, jaz predstavim te videe, zdaj si prav pišem vse, kaj boš omenil. Ja, upam, da sem posnel ta lift, ampak v tovorno dvigalo in smo gor leteli po tovorno dvigalo 5500 kg nosilnosti in sem rekel, v tem avtu se vozijo avti tudi, ne? Oziroma v tem dvigalu, se upravičujem. No in pa pridemo gor in en tak hodnik in nasred hodnika Citroen Xara Picasso, originalno, ne. Se mi je takoj nasmejalo, sem rekel, To pa nisem slikce poslal, stari. Ja, zakaj bi? Moraš kaj za podcast pašparati, se smo vedno tako rekli, ne. Ste stari, ja. No, daj, tako zrihtana, veš, in pa smo takoj mi klacemo, nekaj se dogaja, ker drugač sred une praznine ne bi tega avta postavili. Pa tudi, če zdaj malo nazaj skočimo, glede lepote, ker je Xara Picasso vam prišla, so se tudi vsi zgražali. V resnici je priljubljena pri nas. Izjemno priljubljena, po celi Evropi, pa še danes jih je en kup. Majo pa vozniki eno črno piko, te Xare Picasso, ne, stari, ker če ti ga je desetletje pa pol, kdo srl pred tabo na cesti, dosti šans si imel, da je bil voznik ali pa voznica Xare Picasso. Ne. No, dobro, če gremo tu zdaj, ne bomo zaključili sploh tega podcasta. No, daj, povej. No, ampak v glavnem šli smo pa na svetovno premiero oziroma razkritje Citroena Elo, ne, študije, in jaz mu zdaj le dam merne duše oznako, da je bil to najbolj odbit prototip oziroma konceptni avto letošnjega leta, zagotovo. Začelo se je dobro, kako sva rekla, predsednik uprave Citroena Xavier Chardon je vletel z biciklom električnim na oder, ne. Ja. Vsi smo rekli, zdaj Citroen bicikle začel delati. Ja. No in je začel razlagati o tem, kaj mobilnost v resnici je.
kako smo na nek način tudi zabluzili vsi skupaj s to mobilnostjo in eden zelo močen stavek je bil, mi moramo avto osebne mobilnosti izumiti na novo. Ne? Stari, kako se kolo vrti, ha? Ja, ampak res. In tudi v zadnji laufalo so vsi legendarni Citroeni, bili so stare posnetke rolali od vseh ikon, od Spačka do XM, je bil kakšen XM. Amija, do legendarnega DS-a, te boginje, vse živo. No, in pol je rekel, lej, mi smo se skupaj vzeli, prihajajo novi časi in v tem, bom rekel, genskemu bombardiranju križanja, vsi mislijo, da ko so pač cestni terenci pa crossoveri na nek način ukradali avtomobilski svet, da je konc za eno prostornežev, pa je rekel, mi vam bomo danes pokazali, da temu ni tako. Aleluja, stari, ne moram reči, sploh to slišim. In pol je, valjda smo vsi zastrigli v 6 in pol se pripelje to čudo, ne. Zdaj, preden gre naprej, moram to povedati. Jaz sem pač objavljal na Atmosfercih praktično live set storyjev in zadnji set storyjev tega napovednika novega rodu enoprostornežev sem vprašal, a bi kupili ta avto. 19% ljudi je takoj reklo, jaz ta avto kupim takle, kot je, takoj zdaj. Dobro, samo te koncepti, stari, to je divja žival, ki pol se umiri evolucijsko skozi studije. Je bilo pa zanimivo, se je pa bitka razvila, ker sem napisal, druga izbira je, Jerry bo mogel zamenjati multiplo. Je 40 ljudi reklo, da bi mogel Jerry imeti takoj Elota, ne? Ja. Eni so pa rekli, da je ta tretja izbira je bila, pa je ta avto zanimiv, sem nikoli ne bo užival, je pa novih 40% ljudi glasovalo. Ampak da se vrnem nazaj. Kaj je pri tem avtu najbolj osupljivo? Lej, mi smo začeli razmišljati o tem, kakšen avto v resnici mi, Evropejci, sploh imamo radi, pa v čem uživamo. Ne? In tukaj smo mi danes začeli podcast, ne? Ljudska mobilnost, v tem spomini, kaj v resnici ti kot voznik lahko obvladaš tudi finančno. Ne? Eno so avtomobilske želje, drugo so pa tiste, kar se ti poročiš z avtom, pa moraš z njim živeti, pa ga tankati, pa gume zamenjati, pa vse tako naprej. No in to čudo je dolgo 4,1 meter. Se pravi, to je malček, stari. Citroen Elo. Elon? Elo. Okay. Elo. To bi bilo kar hudo, stari. Jaz si tega imena sprva sploh nisem mogel zapomniti, ampak work, play, pa rest. In če te 3 besede vzameš, druge črke ven iz teh besed so nastavili Elo. Ne? In koncept tega avtomobila je, se pravi, enoprostornež za vsak dan, ampak pazi to, 4,1 meter dolg avto, ki ima okrog za 4,5 kvadratne metre šip. Dobro, pa za to, ja. Čak še to, da ti povem. Not se posede 6 ljudi, pa sem jaz rekel, ajde zdaj, kaj je zdaj to? A bomo tako kot sardine, ne? A veš, 6 ljudi v avto, ki je krajši kot Citroen C3. Ne? In pol oni to čudo pripeljejo, ko se začnejo tu vrata odpirati. Jaz sem bil tako presežen, 25 sekund sem tako gledal. Rekel, kje smo mi s temi tlorisi, zakaj tu že ni serijska izdelava, kje smo šli kle na robe mi? Sam daj ti meni nekaj povej, daj ti tvoj kritičen klobuk gor, pustimo, ok, koncepti so čisto odbite stvari, meni že veliko pomeni, če bo prišel ven serijski enoprostorček, ki je mejhan, ok? Ja. Kaj zdaj, v resnici no 6 ljudi not sedel, ne? To je given, ne? Jaz pa mislim, da ne, ker če hočejo rukar narediti, pa spremeniti tudi to odločanje med... Citroen je goden za en rukar drugačne. O tem ti govorim. Ja. Ta avto, ne, in polka se odprli, jaz sem kume čakal, da gredo vse tiste marketinške floskole mim, kako, ne, last but not least. Pa klasična last but not least, pa tako naprej. Sem rekel, jaz moram iti takoj v ta avto. In sem bil največji komovčkar tam in sem rekel, jaz se moram iti kleno vse. Prva stvar, ki te usupne, ne, ti stopiš noter, odpreš vrata, ki niso drsna vrata, ampak na tečajih. Zakaj niso drsna vrata? Zaradi tega, ker tu bi podrožilo izdelavo, pa pa težje so. Ampak so taki posebni tečaji in ti na široko odpreš,
ka vrata na teraso, takole. Ne, tak. In je 1,95 metra Ciril odprtina za v avto iti. Praktično garažna vrata. Dobar, ampak kaj zdaj to pomeni? To pomeni 2,30 majhen eno prostorček, kaj? Kdaj je to? Nič niso hoteli o tem govoriti, nič niso hoteli napovedovati, samo rekli so, da bodo na trg ga plasirali kot prototip, ne govorim komercialni trg. Ampak zdaj, ker naš podcast vam pride, bo vsem na očeh ta avto na salonu v Bruslu, takoj po novem letu. Ampak fora, ki pa je, ne, ti stopaš čez ta vrata noter, beste bričkani, voznik je postavljen v center in jaz, ki sem se na vozniški sedež usedel, jaz sem se počutil tako, kot da bi bil pilot helikopterja. To je nova raven preglednosti. To si kar povedal zdaj. Zato, ker je postavljen tako sedež, kot pri F1 McLarenu. Sama razmišljaš ti, to na on-call seriji, stari? Jaz pa nisem prepričan. Zakaj to ne bi bilo? Zato, ker... Isto so za multiplo rakli drugače. Ne, se jaz, jaz štekam. Jaz štekam, da je Citroen goden, ne, bog ve, za en ruker. Sam jaz mislim, da te koncepti smo že doskrat so nam dali tinte pit, zato ker smo si mrske mislili. Če sem čisto iskren, stari, oni če bodo v roku 3 let dali ven majhnega eno prostorčka, tudi če bo z navadnimi vrati, pa če bo ta koncept povzel 20% tega, kar ti govoriš, bo to napredek za... Pa brez veze, da ga dajo ven. Ja, zakaj? Zato, ker bo to navaden crossover. Ja, ne bi smel biti, ne? Spomnim se Avantime. Spomnim se Avantime. Sam ta Avantime je bil neuspeh. Ja, prodajni. Meni se zdi Avantime drugače eden najboljših avtov sploh. Ampak takrat je Renault imel jajca pokazati nekaj, kar... evropskem avtomobilskem trgu moglo spremeniti. Lej, dačin koncept. Razumem. No, lej, stari, živeli pa videli, kako so rekli. Jaz ne verjamem, da se bo pol tega uresničil, zato ker pač to je vloga konceptov, da navdušijo, ampak če bo povzel 20% rešitev, če bo veliko placa za 4 ljudi, bom jaz tudi zadovoljen, stari, 6 jih not sedel, to ti zdaj le povem. Pa tudi na sredini ben nov sedel. Če pa bo, pa vsaka čast Citroen, stari, res, vsaka čast. Mene drugače ta avto ne zanima, če tloris ne bo tak, ki je ga koncept pokazal. Ok, dobro. Mene osebno. Dobar, zato, ker je nemogoče, ker mi smo že zdaj ima Citroen v crossoverju 7 zicerja na relativno majhni osnovi, ampak to ni za dnevno porabo. Ne? Hočem ti pa reči, ker se usedeš v ta avto, si res rečeš, lej, to je ena zadeva, ki smo vsi pri elektromobilnosti želeli. Da je evropska industrija, pokaž mi res arhitekturo, ko boš rekel, pismo, ne? Klej ste pa res skoristili to, če ste že šli na pot elektromobilnosti, da je čist out of the box. In zato si jaz želim oziroma stiskam pesti, da bi Elo prišel saj v sedežnem tlorisu tak, ko so ga napovedali. Se pravi, zic na sredin, zraven lahko postaviš 2 sedeža, pa odzad 3 sedeži. Kar je pa res nadpoprečno prostoren avto in klej, ne bom dal klobuk dol, dokler naredite serijske, ampak vas pa pozdravim tako, Howdy. Pa ga je dal dol. Jure. Nisem ga dal dol. Dal si ga dol. Ne, dol pomeni pa posnet imamo. Dol pomeni dati to. Ampak tu sem dal za nas, za atmosferce. Ok, dobro. Pa še ena stvar, veš, zanimivo je bil tudi ta pristop, skup so šli naprimer z Decathlonom, ne? To pa me sploh ne zanima več, stari. Pa daj počakaj, da ti povem, kaj je zanimivo. No, daj povej, ajde. Not imaš zložene napihljive blazine, iz istega materiala, ki delajo kajake, pa une napihljive šotore. In polka ti strehco odkole gor dvigneš, zrolaš, v avto je vgrajen kompresor, natakneš, nič drugega ne rabiš zlagati, ne rabiš svoje necega nosilnega okvirja in so te blazine dosti starde, da greš noter spat. In pa ta vrata, ne? Ja. Okay, baldahinček narediš, ne? Lej, kaj si zdaj nestrpen? To je še nekaj, kaj kar neki stari. To je Decathlon je dal nekaj, zato da bojo se zraven neki pojavili. To je noč stari. Ti povedal, kako ga je zdisal? Zapiš si, ne stari. Citroen njega nikamor več ne pelte. Tega nisem rekel, stari. Meni so kdo je, stari, jaz sem rekel, se C5 R-Cross pele kar Rolls Royce.
Res to rekel? Ne me jebat zdaj, stari. Res si to rekel? Meso, ja. Mislim, ne, to je zdaj sem uskipel. Reč, ko se je razburil. Ne, sam ne me stari Citroen je meni, jaz mislim, da je to totalni underdog in jaz mislim, da Citroen C5, no, vse, zdaj si me razburil, stari. Sam ne mi govoriti ene... Radi se mejta. Tako je. Ok, daj prešalti ma. Če bi bil pa tam v enem lepem zalivčku na Zurni obali s tem Elotom, pa s... Ta Elo, stari. Ja. Ej, daj pejmo mi na en drug francoski avto. No. Ajde. A vidva vesta, kaj je MPM PS 160? Ne, ampak sem prepričan, da ne boš povedal, če je pa to una slika, ki si dal... Cepivo proti gripi. Jo, ej, tu pa moram povedati, ker to je pa ena izmed najbolj bizarnih stvari, kar sem jih kdaj v živo videl. Stari pa, da je to v Sloveniji, daj malo povej, ker mi smo bili tudi šokirani. Pač, jaz si tak dnevno visim na Facebook Marketplaceu, ne, pa iščem zanimive avte za vsebino, pa tudi za dušo. Ne, in, Se kupu ne bo nič, poklical vas bo, pa bo težil. Mislim, morbit en dan bom. Morbit, potencialno, v glavnem. Takrat bo Elo serijski. V glavnem, visim na Marketplaceu in pač scrollam in pač načeloma jaz vem, pač kjer avto gledam. Ne? In pol, pa kar naenkrat, pač niti ne znam kakšne prispodobe povedati, ampak jaz pač zagledam neko črno zadevo, ki pač zgleda kot nek avto iz GTA-ja. In pač kliknem, gledam, tukaj bom pač fotke prepel. Če ste na audio platformah, vam bom približno probal opisati, kaj so moje oči videla. Ampak predstavljajte si prvo generacijo Porscheja Panamere. Že kar pohvalil. Ja, iz Temuja. Pa, da ga je nekdo v mikrovalovki pustil za mičkem predolg. V bistvu pač od spredi avto zgleda v redu. Ne, zdaj avto Jerry zgleda tako, kot da bi Suhoj 25, ki je najgrši Suhoj avion, padel dol, strmoglavo, pa ga dobil avto ličar pa pokitov. No. Iz spredi zgleda tako. Ok, ampak pa, a veš, nekaj na slikah, ki tako proporcije zgledajo malo čudno, da ne rečemo, da ima pač ta avto res najbolj čuden fitment, kar sem jih kdaj videl, mislim, feltne so tako pač, ne vem, kva so razmišljali, ampak ok, kaj sploh je ta zadeva, ne? Ker sem dejansko pač mogel iti na nek informacijski safari, ne? In to je v bistvu francoska znamka, ampak avto je v osnovi ruski. Temelji na neki stari ladi in Jezus Kristus. Bencinar pa General Motors v 1.8 ali kaj? Ne, 1.6. Boste ugibali, koliko konjima. PS 160. 1.6, bencinski atmosferski motor. Ja. 94. 105. V bistvu glih vmes, pač 100 konjev. Ampak vidiš. je pa pol... Kako so pa blizu, ba? Ja. Ja, dejansko pač glih, se zdaj šta v nulo. Ja, v poprečju so zadele. Ampak ne, to je v bistvu... Pač jaz časa tazga še nisem videl, veš, ker jaz si tak živim za te neke čudne avtomobilske stvaritve, veš, ampak ga ti priješ na parking, ker sem dejansko pač pol tega gospoda kontaktiral, ne, in je v bistvu bil celo ta privilegij, da me je prepoznal in so se pač zmenila, da si grem ta avto v živo pogled, pa tudi posnet, ne. In, moj bog, pač v živo, stari moj, ta zadeva, pač, ko vidiš to zadevo na parkingu, je kukar, ne vem, da si v neko drugo paralelno univerzo šel, a veš. Kje pa ga je možakar kupil, torej povej? Iz Nemčije je bil vožen ta avto. Final boss čudnih avtov, stari. Majke mi, in pač... Ob njem bi se še multipla pred kamere prepeljala brez make-upa. Ja, direkt in, ok, pač od zunaj, mislim, še zmeraj pač impresivno, da je ta avto, pač, da sploh obstaja. MPM je drugač bila francoska znamka, ki je zdaj pač je že bankrotirala v bistvu 1-5 let nazaj. In to je bil, oni so v bistvu hoteli dati eno serijo pocen dostopnih športnih kupejev. Ja, kukar so recimo v 90-ih bila Ford Puma, Opel Tigra, kar je v bistvu super, pač koncept v bistvu avta. Hyundai Coupe, no, bolj mogoče, ne? Ja, oh my god, dejansko zgleda, kot Hyundai Coupe ste moja stari. Tukaj sem te čakal, Jerry. To je ta. Ne, mis Ford Puma. Ja, no, v glavnem. Ja, povej. In pač, ok, pač, če si mislil, da pač avto zgleda vprašljivo od zunaj, sem se pol jaz noter usedel. In stari moj, pač meni je
najbolj impresivno, kako jim je ratal najdeti tukaj ceneno plastiko. Ker pač jaz, mislim, pač kakšne zlobne korporacije bi pač ubijale, da bi prišle do pač tukaj cenenega materiala, da bi jih lahko kam dali. Pač to je bilo, mislim, pustimo to, da ti je itak poprečna zadeva, ki si jo zagrabil v roki ustala, ampak najbolj mi je bilo zanimivo pa to, ker avto dejansko pač ni tako mehen, ne? Ampak, ker se noter usedeš, stari moj, pač jaz sem tako sedel, pač ni bilo nobenega placa tako. Koliko prodaja ta avto? To je v bistvu, nabavna cena drugače je bila 17 ur pa pol. Okay. Tako da v bistvu, ajde, še zmeraj neka relativno budžet zadeva, pa za ta denar je izgledala v redu, ne? Mislim, v redu, zanimivo. Ampak na koncu v bistvu prodajne cifre so bile tam okoli 200 avtov. Tako da to je v bistvu, mislim, radkejšku krp. Niti ne vem, pač to je noro, ta zadeva spada v muzej, zato je na cesto zihrna. No, vidiš, stari. Ampak ja, samo še en dokaz, kva vse dejansko obstaja v Sloveniji. Tako Slovenci smo narod tehniške kulture. Tudi vprašljive. Tako Ciril, dej, moramo si mi nekaj tazga umisliti. Ne, veš kaj jaz mislim? Veš, zdaj, ki si ti to rekel, pa ko smo prej govorili o različnih projektih, pa ti imaš multiplo, pa ti bi imel Mercedesa, ne? Jaz mislim, da če bi mi znali zorganizirati čas, ker ga ne znamo, da bi morali atmosferci imeti nek project car, pa ga skupaj porihtati, pa nekaj narediti. To je final boss drugače. Ja, sej. MPM stari. Čeprav ne vem, Ne, zdaj pozabi. Jerry, ti ne boš v režiji, oziroma v žiriji za izbero atmosferskega projekta. Zakaj? Zato, ker sem multiplo kupil? Ne. Zaradi tega, ker s takim žarom zdaj govoriš o tem Rusov z imenom MPF. Cepiva proti gripi. Ne, mislim, pač jaz živim za take čudne razvaline, stari moj, ki pač veš, nimajo dejansko razloga, da so obstajale, ampak pač... Meni pa všeč kot Jerry uravnotež tale podcast, ne? Ti si šel v prihodnost, Jerry je prinesel pa nekaj z Rusije pa Francije skup. A lahko pa zdaj mi vse malo pogledamo še na cesto, ker sem jaz en avto pelil, ki ga čakamo čist predolg časa. No. Ajde, povej. Pa gre debata nadol. Ne. Jure, a se spomniš, kdo je tebi roko dal, pa rekel, da bo en avto ziher pod 25, oziroma ne bo več dražji od 25 jurjev? Ja, predsednik uprave Volkswagena. Lepo si povedal. Brez C-ja. Ne, ampak zdaj se mi zdi, da neki mečkajo, ne? Ja. A ti povem, zakaj mečkajo? Povej. No, tako bom rekel. So mogli prej tovarno baterij zagnati. Volkswagen je že pred leti rekel, da prihaja Volkswagen ID2. Ja. Kaj je postal ID Polo zdaj? Ja, sej glih to hočem reči. Ne? Vmes, ne samo, da so zamenjali ime, ker so dojeli, da z različnimi številkami in črkami ID odstujujejo ljudi, ne? Pa tudi, da so kakšen avto vanda, ki je manj posrečen, recimo ID3, pa še kaj. Ampak ugotovili so, da nostalgija vse nekaj pomeni, ne? Pa so se spomnili, da klasičnega Polota nov več, ne? Pa da bi bilo mogoče vredno ime ohraniti. Ne? Ampak ta avto ni pozen bil zato, ker bi se premislili pri imenu. Ne? Oni so dejansko na podlagi študije, ki so jo naredili, ne? In napovedali, ID2 ugotovili s prvimi odzivi, da so naredili nekaj, kar najbrž ne bi bilo uspešno na trgu. In so potem začeli spreminjati in dizajn in še marsikaj drugega. In to je podaljšalo proces prihoda tega avtomobila. No. Ampak pol je končno peko zmrzno in sem jaz dobil vabilo in sem se šel peljati v Barcelono in sem dobil priložnost voziti še delno zamaskiran avto, torej avto zunaj polepljen, kot smo ga videli že na avtosalonu v Münchnu, znotri pa čez armaturko. A zdaj v retroštevce prikaz? Čakaj, vse bom povedal. Kam se tep mudi? Čez armaturko pa še una plata, da folk ne more poslikati. No, v glavnem, ampak nima veze. Končno smo sedli za volanta novega Pola, to se pravi ID Polota, in takrat so nam še v popolni tajnosti, zdaj pa embargo glih ven šel in jaz imam pripravljen žiril in ko bo tale podcast ven šel, ga boste lahko na komotar minuti že videli. In so nam takrat pokazali tudi serijskega ID Polota. In zdaj ta prva stvar, ki ni bila v nobenem, in to bo pa ljudem dobro slišati, ni bila v nobenem novinarskem materialu, bila je pa parkrat, oziroma ni bila zapisana, bila je pa parkrat izrečena. Volkswagen je med predstavitvijo tega modela, mislim, da mi kihnu, če samo. Ne bom samo očke, se mi sozijo. Za joko si srečen. Skafelo, bravo. Bravo, to je, temu se reče passion. Evo ti, še smrka. Bravo.
Reci, še živi v tebi ogenj. Inženirji in oblikovalci so nekako izpostavili, da so z nekaterimi koraki prej zares, oziroma da so z novim ID-polo želeli popraviti kakšno napako. In noben ni izrekel ID3 ali pa karkoli. Ne. Predvsem pa, ker sem se jaz potem usedel v avto, pa bom povedal, kako se pele, ker sem govoril z inženirjem, sem rekel, je bila težka pot, ne, do tega avta pride, da smo mi danes tlene v telem zaledju Barcelone, pa se pelemo. Ne. To je en inženir, ki je že celo večnost, slabih 20 let pri Volkswagenu, in je rekel, da ni bil še na pomembnejšem projektu ali pa na projektu, na katerega bi bil bolj ponosen. Ampak veš, ti, ki si enkrat na predstavitvi in govoriš z ljudmi pa z inženirji, oni mrske rečejo, ker morajo avto lepo narisati. Ne? Pol je pa modelu všel en kos informacije, ki ga dvomam ni dvakrat na glas rekel, ne? Ampak sem rekel, je to off the record, pa je rekel, ne, to ni off the record, jaz sem čisto iskren z vami. Ne? Pa sem rekel, kaj pa to zdaj pomeni? Rekel, ker smo mi ta avto koncipirali, ker smo mi ta avto sestavljali, smo želeli imeti eno vizijo, kako dober bi ta avto moral biti in kakšnim vrednotam naj bi sledil. Ne? In pa sem se rekel, k čemu ste se pa ozirali? Najbrž kakšnemu od vaših aktualnih avtomobilov, ki ste ga res dobro naredili. In model si vzame 2 sekunde tišine in on prav, naš vzor je bil Golf 7. To obeta, ja. In jaz sem rekel, aha, to je pa zdaj kar game changer. Ne? To se pravi, on je v bistvu rekel, oziroma priznal na nek način, želimo priti tja, kjer smo nekdaj bili, v smislu kvalitete, pristopa in celostnega dizajna. In moram ti pa povedati, da ko sem jaz ta avto pelil, pustimo zdaj, kaj ga poganjam, in grede imaš 2 varianti baterije, 37 pa 52 kW, doseg od 300 do 450, glede na to, kar sem rekel, kar se kapacitete tiče, od 88 do 99 kW, pa tako. To v tem trenutku sploh ni pomemben. Jaz ti bom sam to povedal. Moja pričakovanja so bila zero, ker tudi nisem hotel biti razočaran. Tudi pelil sem že kakšnega ID3, so super avti, v smislu, da se dobro pelejo, ali pa to niso, pa to zdaj neki avti bili, ki bi pa vriskal ob njih. To je treba priznati. Stari, ta Polo, prvič dizajn, ker sem bil tudi serijskega, nezmotljivo Volkswagen. Tudi, bom rekel, takoj rečeš, aha, tole je pa Polo. Druga stvar, kakovost kabine. To je tak level up. Je res, da so nam pokazali avto, ki je serijski in z najboljšo opremo, ampak trud, ki ga je Volkswagen vložil v to, ker oni dobro vejo, da če s tem avtom zajebajo, pol imajo hud problem, ker imajo že tako en set problemov, s katerimi se ukvarjajo. Ne? In jaz, ko sem se v ta avto usedel, kaj vidim najprej, stari? Na vratih za začetek, ne, za odpirati šipe, ne 2 stikali, pa tipka rear, pa da boš vmes bluzil, pa zadnje šipe odpiral, takrat, ko hočeš sprednje. Za začetek 4 stikala za odpiranje šipe. Na sred armaturne plošče, fizični set stikal, med drugim tudi tak, s katerim boš upravljal klimo. Kakovost materialov, celoten pristop, dizajn, razgibanost. Spet si se domače počutil, ne? Spet sem rekel, aha, stari, jaz se v tem avtu takoj pa brez enih prigovarjanj, tukaj smo to naredili zato, da se boste vi boljš počutili. Takoj sem se počutil v redu. Kar se pa vožnje tiče, se bo prišel avto še v Slovenijo, pa bomo šli še najbrž na prvo vožnjo, pa testi, pa tako naprej. Ta avto tehta dobro tono 500, ampak presežem, da so se tako potrudili, da imaš feeling, da tehta tono 300 ali pa tono 200. Pele se zelo odraslo, je predvidljiv, nosek lepo ven potegne, če greš prehiter, inženir mi je izol, je rekel, ajde, da je tukaj smo prazna cesta, da vidiš, kaj zmore podvozje. Noro dobro blaži, odrasel občutek imaš noter, v smislu, kako je avto poštiman, in jaz mu v resnici zdajle za ta prvi feeling večje pohvale ne moram dati. Jaz sem bil res celostno, sem rekel, ok, modeli, vi ste zares razumeli, kaj vse ni bilo v redu in ste večino tega popravili. Še vedno je veliko stvari skoncentriranih na vmesnik, predvsem pa dobro se zavedajo momenta nostalgije. In pol on prav, lej tale, ni rekel nostalgia mode, retro mode, in ti boš lahko na centralni zaslon in na števce na merilnike, poleg običajnih teh, se veš, pri električnih avtih, oziroma katerikoli avtih z digitalno armaturno ploščo, ti lahko menjaš videze. Ja, to ni nič nenavadnega. Imaš malo bolj športnega, imaš malo bolj minimalističnega, imaš malo vse živo, imaš lahko. Imaš pa retro mode, Ki se ti iz Golfa enke narišejo števčki, stari.
sicer obratomer, pa mislim, to je stari, smo slikco pripeli, sem rekel, ok, to so te pik CNI, hvala za gumbke, hvala za to, da ste za vožnjo poskrbeli za materijale, pa da ste mi dali števčke od Golfa enke. In tudi, kad daš retro mode, imaš desno na centralnem zaslonu, imaš merilnik, koliko imaš še dosega, se ti odšteva po unih krogcih, a veš, ta stari števčki, ki so se še krogci vrteli, kva so, no? Balčki. Čakaj, še to povem. Pa, ko imaš navigacijo naštimano na centralnem zaslonu, vidiš neke črte in v bistvu vidiš, da je to, kot da bi nekdo mapo iz papirja prepognil in se to vidi na zaslonu. Tako da za ta uvoden občutek, lahko sam rečem, stari, iz sedi 5, vi ste štekali, kva ste zajebali in ste naredili vse veliko boljše. Tako, evo. No in veš, kaj se pa spet vrnemo v tej raznoliki mobilnosti, ki jo pač naša celina zahteva, ne? Še vedno, a veš. Mislim, raznolika mobilnost. Ja, na nek način že. Ampak... In tudi vse to, kar si opisal, podobno se je zgodilo zadnjič, ko sva na Portugalskem vozila ta novega T-Rocka, ne? Ja. Pač... Je kar kontender iz nule rata, ja. Takoj, ne? Seveda so takoj razumeli, da, ne, veš kaj jaz nisem razumel vse te uprave, ne? Ki so se zamenjale na vrhu največjega evropskega avtomobilskega koncerna po tistem Dieselgateu. Največji kapital te znamke niso bile delnice, pa koliko so avtomobilov oni prodali. Največji kapital smo bili ljudje. Oni so imeli neverjeten kapital in zaupanje v ljudeh. Kljub temu, da je Dieselgate res zamajal avtomobilski svet. Oni po Dieselgateu so še vedno dobro prodali avtomobile. Ne? Tudi vse tožbe iz strani ljudi, ki so skočili pod raznimi odvetniškimi pisarnami na znamko, niso bile tak problem, ki so oni mislili, da bodo, zato ker so jim ljudje zaupali. Ljudje so imeli radi avtomobile, ki so se v njih dobro počutili. In pa se je zgodila ta na truc ID družina. Jaz sem že zdavnaj rekel, če bi pri Volkswagenu, tako ko so se v vseh letih doslej odločili avtomobile razvijati, pa najprej dal ven ID7, ki je bil res že preskok od tega, kar je bila na začetku ID družina, nobenih teh težav ne bi bilo. In mi se danes ne bi pogovarjali o tem, kako je Kitajska na elektromobilnosti prehitela Evropo. Dobar, ta vdor bi se še vedno zgodil. Bi se zgodil, ampak ne na taki predvsem pa ta, bom rekel, steber ljudskosti nemške ne bi imel take težave, ko ima. Ne? In zakaj? Ja, veš, tudi da imamo mi v sodobnem ID Polu, ki je sigurno dober avto, retro mode, ti pove vse ono, kar smo mi povedali na začetku podcasta. In zato jaz sem še vedno trdno prepričan, pa me lahko prepričujejo, kdor hoče, jaz, to je moje osebno mnenje, da tradicija v Evropi šteje. Izjemno šteje. Več kot si mogoče kakšen marketingar je upal priznati. Dobro, tle tudi jaz nisem čist prepričan, ampak... Ja, se pravim, to je moje zelo osebno razmišljanje in jaz mislim, da je, ker drugače se ne bi te retro števci zgodili. Ne bi bil ID Polo, ampak bi bil ID2 in tako naprej. Ne? Pač, jaz sem prepričan, da znamka se bo vrnila na pot stare slave. Tudi zdaj nisem čisto razumel, ko se je, mislim, da se namotim, ko se je predsednik uprave Volkswagena malo razburjal, ko se je zgodil ta premik v letu 2035, da prihodnost je električna, on se dobro zaveda, da so v svojo električno prihodnost vložili ogromne milijarde razvoja, ki zaenkrat še niso povrjeni. Iz tega vidika ga razumem, iz drugega vidika ga pa ne razumem in sem vesel, da je pač so se začeli premiki v letu 2035. Ne? Dobro. Ker tudi še tole bom... Zadnjič sem bil tudi na predstavitvi Toyota Aygo, ki je zdaj prvi malček, ki ima polni hibridni sistem. To pomeni, da ima hibridni sistem, hibridni pogon, ki je električno samooskrben, prvi v svoji klasi. In sem si zapisal, bom zdaj le prav prebral. Ne? Hitro, da.
Toyotini inženirji so pojasnili, ker je bilo eno vprašanje, zakaj v razredu, ker vsi govorijo, da bi se pravi najmanjši razred je najbolj primeren zgolj za elektriko. Tudi mi smo tudi govorili in so dali en zanimiv izračun. Če ti shraniš 100 kWh shranjene elektrike, pri 90 hibridnih Toyotah Corollah, se pravi, predstavljaj si 100 kW električno baterijo in iz te 100 kW električne baterije je dovolj materijala, da ti narediš 90 hibridnih Coroll. Bo povprečni flotni izpust ko življenjsko dobo znašal 205 gramov CO2 na kilometr pri 90 avtih. Pri priključnih hibridih lahko z enako količino baterij z enakim energetskim vložkom naredijo le samo že 6 avtomobilov in izpuste znižajo na 244 gramov na kilometr. Pri električnem avtomobilu, ki ima akumulatorski sklop 100 kWh, lahko s tem energetskim vložkom izdelajo samo en avto, kar v primerjavi s 100 neelektrificiranimi avtomobili pomeni znižanje poprečnih izpustov z 250 gramov na kilometr na 248,5 grama na kilometr. Noro. 2 grama razlike. In tako so nam pojasnili, zakaj je mali Aygo dobil hibridni pogon. Prvič zato, ker imaš različne zahteve z trga, drugič zato, ker imaš različno dostopnost do električne infrastrukture. Tukaj mi še vedno nimamo rešitev za vse ljudi, naprimer v naši prestolnici, ali pa v Novem mestu, ali pa v Trebnjem, ali pa v Kranju, ali pa v Mojstrani, ali pa na Jesenicah, ki živijo v blokih. Všeč mi je, ko si potegnil črto. A veš? Ja, vem, ja. In jaz mislim, še enkrat klej nazaj, dajmo mi res pustiti inženirje, da naredijo to, kar je avto vedno bil. Raznolik izdelek, ki je lahko živel na vseh celinah, tako kot so ga ljudje potrebovali, pa radi imeli. In fajn je, da gremo še malo nazaj, da gremo v prihodnost, v leto 2035. Zdaj se je že juha mačkano ohladila in Evropski parlament je sprejel popravek oziroma dopolnilo, aneks, kakor hočeš, ne, da pač bodo imeli prednost. Mislim, da se leta 2035 ne bo ugasnil ogenj nad vali. Ampak to je povezano z nekimi odstotki blaznimi, ne? Ja, ampak jaz ne bi zdaj v te odstotke zahajal, ampak kolegi v Bruslju so uvideli, da pač bo treba nekaj narediti v smeri tega, da se izkoristi še neizkoriščene potenciale in da si prizna sami sebi, da zelena energija ni zgolj električna energija, da so tudi druge opcije, še ne smemo pozabiti na CNG, pa na vodik, pa na sintetična goriva, kakorkoli. Ampak nemški kancler Friedrich Merz je gospe Uršuli poslal odprto pismo, ker je to razložil. Velik pritisk je bil tudi Italije in pač zadeve so se začele odvijati, kar me pa najbolj veseli. Tudi projekt manjšega evropskega avtomobila bo, sodeč kako se stvari odvijajo, vendarle zaživel. Zdaj ne govorimo o merah, ne vem, če poznate, ampak Japonci imajo avtomobile, ki so namenjeni za urbano mobilnost, ki ponostavijo stvari, so zelo ugodni za jih imeti, ampak oni imajo 600 kubov. Pa 3,6 metra dolžine. Evropski mali avto naj bi bil dolžine čez 4 metre, s tem, da bi bil pa opremljen z učinkovitim pogonom, pa malo bi bil, bom rekel, ne obtesan varnosti, ker pač karoserijske strukture in tu smo prišli do nivoja, ki mora ostati, ampak malo manj mogoče tistih nepomembnih varnostno-asistenčnih sistemov, ki pa nimajo direktnega vpliva na reševanje življenj. Ker lahko smo pri tem, ali to, da ti avto pove, koliko je trenutno omejitev na cesti, ki se voziš, da tu eni bodo rekli, da tu neposredno življenje reši. Jaz mislim, da ne, ker dok smo mi kapitani avtomobilov, moraš vedeti, kaj delaš. To je zdaj stvar debate, kvar je življenje, kvar ne. Ja, mislim, dejstvo pa je, da jaz kljub vsem
sistemov, ki so v avtomobilih, sem danes bolj nervozen v avtu, kot sem bil kadarkoli prej. Recimo, o teh sistemih ti govorim. To je recimo moja ta. Če bi bil jaz zamera, odločevalec, stari. pa bi me vprašal, kater varnostni sistem aktivni evropski mali avto mora imeti, zagotovo bi bil tu ABS sistem, pa zagotovo bi bil sistem za nadzor stabilnosti, pa sistem proti naletu. Dobro, zagotovo, ja. Ne? Mislim, se tudi sistem za ohranjanje pasu ne bo, sam pač ne mi govoriti, da mora biti kaj, no se vsem, pustimo Mislim, to. glih prej sem se fural s tesnim kaprijem, ne? In lepo se furam po avtocesti, sem imel aktiven tempomat naštiman in pač, ko se spuščaš iz Višnjegorca dol, imaš tiste table kao za meglo, ne? In pač avto je prebral, sred avtoceste, by the way, 130 sem šel, pač je prebral 50 in mi je tempomat pa začel upočasnjevati. Ne, to nisi vozil tempomat, to si predictive drive vozil. To Kako je kombinacija sistemov, v katerem sodeluje Ja, tudi no, ampak aktivni point je, da je tempomat. sred Pač avtoceste okej. hotel na 50 zabremzati, ne? Ja, To je hotel povedati. seveda, in s tem imamo težave še vedno, ne? Se vem, In zato je tudi raznolika Evropa. Ne vem, pozabil sem številke, ampak enkrat sem se z enim inženirjem pogovarjal, ki je lepo povedal. Mi imamo v državah, ki so trenutno članice Evropske unije, imamo blazno težavo, zato ker je izjemno veliko odstopanje med pozicijami pa prometnimi znaki, med prepoznavnostjo. Ne? Kako so stvari postavljene, kje so kakšne omejitve stojijo. Ne? To ni poenoten sistem, zato ker promet pa cesta smo ljudje, je živa stvar. Ne? In zgodilo se je točno to, kar pač na nek način se nasloniš na varnostno-asistenčni sistem, ki te pa v enem trenutku preseneti bolj, kot da bi ti sred avtoceste srna skočila. Ne? Pač problem je, mislim, da se drugače tak, ti sistemi tudi rešujejo življenja, ne, in vse to nam je jasno, ampak problem je, ker jaz osebno, ko sem šele zdaj začel recimo na novejše avte tudi iti, ne, se zelo pogosto najdem v neki situaciji, ker, kot si rekel, sem pač zmeden. Ker pač mislim, ne vem, jaz sem recimo prej le prvič izkusil, ne. situacijo tako. Ne? Ja, in je tako, mislim, ne vem, no, mislim, ja. Ja, no, se si da spovedal, da si imel tako situacijo, to pomeni, da se verjetno to večkrat zgodi tudi pri drugih avtomobilih. Se jaz vem, da se doskrat pelem po avtocesti, pa mi avto kaže čisto na drugo omejitev, kot je. Pa ni bilo nobenega znaka za 70 model. Jaz ne vem, ki ti to prebral, ampak to zdaj ne bo šlo skozi. Zato, ker so neposodobljene karte. In če je predicted drive in če je dosti pameten avto, samodejno upošteva omejitve in začne zavirati tam, kjer ne bi drug smel. problem imamo tudi, se tudi sam veš, ne? Naprimer je bil... Smo imeli tudi na testu najdražje avtomobile visokega razreda, ko je bil BMW 7 ali pa Audi A8. In ko si vstopil že iz Avstrije v Nemčijo, ti je avto napisal, da določene stvari so zdaj na voljo za uporabo, kar se tiče asistenčnih sistemov. Ja, vem. In so že tukaj razlike, ne? A veš? Kvaj, Jure? Kaj je, bomo še malo pogledali v letu 25? Gremo malo na highlighte, stari. Ja, gremo malo na highlighte. Kdo bo začel? Vem, jaz se... Zdaj nekih pravil nimamo. Mi smo rekli, Čakaj, samo nekaj, Ciril. Jaz sem da zdaj eno sliko od tebe, pa piše spod, do leta 2030 bo v moji garaži. Pa da ne, jaz sem veliko mislil to črtati, ker mi je nerodno. Ja, ne bom nič povedal, sem se razveselil, pa boste pogledali storije, bomo naredili pregled leta. Sej, ko bo ta podcast v zuni, bodo v highlights. Je to že min. Kako pa jaz nisem videl? Ja, boš videl. Ne smeš. Ker sem njemu poslal. Ja, ne smeš, Jerry, ne smeš, da boš storije pogledal. Pa bom. Da boš aktivni gledalec. V glavnem, mi smo rekli, preden smo šli podcast snemati, da dajmo samo malo za nazaj v leto pogledati. Za karkoli 30 bo nobene strukture nimamo Jerry nagrade, tako kot imaš ti Jerry Mingrde. Pejte na YouTube, pogled. Kam si ti to objavil? YouTube? Ja, YouTube. Zato, ker Jerry je prišel na okus, pa je v zadnjih mesecih leta 2025 začel delati tudi daljše videe, ne, dobrodošel, ne, nazaj. Ne. In se veš, Jerry, tvoja strast, ne, niso samo veliki avtomobili, ampak so tudi modelčki in si
pač imel Jerry nagrade. To so avtomobilski mini Oskarji. Ne? Ja, nekaj tazga, Pa mislim. tudi zdaj skret imaš vmes. Ne? Tako da, Jerry, pa za novo pisarno bi se ti zahvalil, da si v Mare sestavil. Tu si to me je pa res... bil božični duh je bil. Božični. Dobro, predvsem pa me veseli, da vajencu vlada tudi Šraufen-Cigar pa Kleb. sva imela pogovor o Da ni tem. bilo kamer nota, veš, koliko sem klev stari. No, v glavnem, nimamo nobene jasne strukture, ampak jaz sem si čisto sam parali zdal. A lahko jaz povem kaj, a boste vidva kaj. Seveda. No, jaz sem malo šel pri sebi čez glavo, kaj so bili momenti, ki so meni največ pomenili, ali pa momenti, ki si jih bom najbolj zapomnil. Zdaj, avtomobilsko leto 2025 je bilo noro pestro, stari. Če bi začel razlagati o vseh avtomobilih, ki so tako ali pa drugače sekali čez povprečje ven, tudi bi lahko že to 2 ure govoril. Ampak izpostavil bi, kar se mene tiče vožnjo leta, oziroma vožnja, ki je meni vedno znova se mi spet na radar postal. V začetku leta smo šli atmosferci v Dubaj, oziroma smo se odpeljali skupaj z Andrejem v MT Kotor in smo spoznali čisto na drugo plat vožnje. Vozili smo se po pesku, vozili smo se po puščavi in ugotovili, da smo eni majhni lulčki, da v resnici nič ne znamo. Čeprav smo ful navoženi, pa tudi po off-roadu, ne, Jure, smo se že kje vozili, od rečnih strug, od kamnov, blata, peska, snega. Spoznali smo prekletstvo ali pa užitek sand moda. Kle smo bili lulčki. No? Mimogrede, Andrej, ki nas je odpeljal v MT Kotor, se je odločil v tem času, od takrat pa do danes, da bo to svojo življenjsko strast spremenil tudi v posel. In se mi zdi, da je to totalno super, ker sledi svoje strasti, pa bi samo ljudi pozval, če zanima koga doživeti to, kar smo doživeli mi, potem za začetek na Instagramu najdete profil deepdesert.ae. Andrej je sestavil eno super izkušnjo z super avtomobili in to bom rekel, tako presega tisto površinsko, ko pobožaš sipine pol urce ven iz Dubaja, da je to neverjetno, stari. Tukaj greš 3 ure v Deep Desert in zares ugotoviš, kaj je to puščava, kaj znaš, pa kaj vse ne znaš in si zapomniš to za cel life. V Deep Desert gre za 2 dni, 3 ure je transfer, da ne boste ljudje narobe razumeli, pa to, Ciril, če smem te dopolniti, tako kot si Andrej opisal, on res živi za vožnjo po sipinah. Ne? Znanje, stari. On je prišel, on je slovenski, prišel v Dubaj, če se ne motim, zdaj tam živi že 12 let. In veš, ko prideš v nov svet, se je on najdel v stvari, ki mu je najprej rekel hobi, poj pa najdu in tudi poj pa najdu to puščavo. In ta MT Kotor, ne? In tam greš noter in prideš ven drugačen. To se je nam vsem zgodilo in ker si lahko prvošč, pejte, za začetek pejte sam fotke, pa njegove videe pogledati. Tudi moje videe, moja 2 kviki ima pinana na vrh, pa boste malo dobili feeling, kakšen občutek je to. No? Tako, evo. Tu za vsako stvar ne daš roko v ogenj, ampak za kakšno tako doživetje vam pa jaz povem, da jaz nisem slišal človeka, ki bi bil pri njemu, pa da bi bil razočaran. Ja. Zdaj bo Šebal spet, prednji šel na Dakar, je šel spet Andreju, že drugič. Pa Andrej Rep je bil pri njemu, Tom Fuchs se redno z njim voz. Mi se bomo najbrž še kdaj vrnili. Moramo iti v Livo enkrat, stari, ki je festival Liva pa to, ne. Jerryja moramo sabo vzeti. Stari. No, v glavnem, dej, gremo naprej. Jerryja, ki ima une velike noge iz mokronoga. Kjer slediš ti pusto v MT Kotorju, stari, svaka čast. Ej, poslušaj, pa gremo naprej, da ne zabluzimo, no? Ker če ne bomo 27 ur snimali. Ajde, Ciril, pohit, ura teče. Moment, ki je Imaš dosti kartice, da ne bomo spet zvok lovili. Kaj pri katrci, no? Čak, utripat, ko začne utripat je problem. Ja, smo že strašili. Ne, samo... Zdaj pa moment, ki je meni osebno največ pomenil letos, je bil en mikromoment, ki se je zgodil, sam pač je meni bil res tako toplo se počutim pri srcu, ker na to pomislim. Atmosferci smo se skupaj odpeljali oziroma dobili na Danskem, kjer smo bili v okviru izbora avto leta tam in en večer, je bil to celo na Jerryjev rojsten dan, je bilo to en dan prej, smo šli pogledati do severne špice Danske, kjer se srečata severno, pa kjer še morje, Baltsko. In takrat smo se sem jaz enemu turistu tudi, ki jih ni bilo na pretek, tam rekel, da nas stisne eno fotko in tam je nastala fotka, ki smo se skupaj objeli, pa smo stali, pa sem imel res občutek, da smo se ful dobro povezali in dokler nisem šel čez galerijo za nazaj, nisem vedel, da me bo ta fotka, ki jo bom videl, tako zadela, tako da to je bil meni osebno en highlight od tega leta in se ful rad spomnim na to. In sem ful vesel, da si Jerry ti prišel, da si ti, Jure, mal tudi spremenil svojo postavitev, pa da si ti
pri atmosfercih še bolj upleteno vse skupaj in sploh ne morem povedati, koliko veselim se, da gremo v 2026. In to je to, ta fotka je pržgala te misli, no, pri meni. Mislim, a veš, to je dejansko bila tudi moja prva mednarodna pot, ne? In to je bila tako kar orang otvoritev, drugače, mislim, veš, kaj jaz si niti nisem predstavljal, kako to zgleda, ne, pa direkt na Tanis test, pa hotel, pa vsi tisti avti, pač, o moj bog, ne, pa glih to, veš, tudi to presenečenje, ki ste mi ga prepravili, mislim, to je bilo pač... Za rojsten dan. Direkt na rojsten dan, drugače. Yeah. Tudi pol, ki ste me pelali v tisto slaščičarno, kva je bilo dobro, drugače. Zapel smo, cela slaščičarna mu je zapela, vse najboljše. Še Američani tam zraven, ja. Ne, pač fenomenalno in mislim v bistvu, če grem na svoj highlight, v bistvu pač meni je glih to, jaz recimo, ne, letos sem začel v bistvu še kot dostavljalec hrane, ne, tam sem tudi vozil tisto Dacia Spring, ki ni glih mi v najboljšem spominu ostala, ne. Ampak dejstvo je, da jaz sem si dal leto 2025, na začetku sem si dal plan, da v bistvu vidim, kam me lahko te content creator sanje ponesejo, ne. In dejstvo je, da če mi se nekje na polovici leta ne bi v bistvu spoznali se tako dobro, kakor smo se te sanje ne bo resničile, ne. Tako da jaz sem pač res hvaležen pač vsem vam, da ste pač vame verjeli in da mislim, da v bistvu lahko delam to, kar delam in da lahko tudi delamo skupaj, ne. Tako da. Jerry dobesedno po letu, veš? Ja. Ampak to dobesedno, to zdaj ni pokroviteljsko ljudje, da ne boste mislili, ampak Jerry je v enem letu prišel iz volana tudi pod rotor vojaškega Cougarja. Vse živo. In avion, in helikopter. Na potisk Airbusa, tako da ja, Jerry, dobrodošel. Ja, jaz sem tudi ful vesel, da si prišel, pa da si se to odločil, ker konc koncev vse to je it takes two to tango in da si tako z veseljem pristopil, pa da smo zalaufali to, pač vsem zelo veliko pomeni, sem prepričan tudi sebe to, no, tako da hvala, Jerry. Jaz bi še par stvari povedal, da tle odklukam zelo tehničko hladno, ampak pomislil sem še, veliko enih mednarodnih predstavitev je bilo, katera se je meni najbolj spominu tisnila. Pa sem bil pred koncu leta na marsičem, veliko stvari sem videl, konc koncev sem pelil ta novega Turbota S, ki je izjemen avto in je v bistvu čist nor. Ne, poglejte si vlog, ampak v resnici, pa hec, ne, ki se spet vrnemo na stare avtomobile, ne. Jure, jaz pa ti sva šla, kdaj je bilo to, pred poletjem, polet? Na začetku poletja, ne? Sva šla obeležiti enega Abrahama, šla sva na 50 let pola in tam nas je pričakal en ogromen prostor s sami starimi poloti in tudi pelali smo jih lahko to in ta svoboda, ki nam je Volkswagen dal, da smo te neverjetne avte ali pa te res posebne pole lahko pelali v čistem miru, da smo imeli čas za ustvarjati, da smo imeli čas za doživljati, da smo imeli čas za fotkati, za snemati, za zabavati se. Jure se je usedel v enega starega policijskega, pa me je ustavil, medtem ko sem jaz pelil enega od 10 polotov na svetu, 4x4. Tako, to je bila zame, kar se predstavitev tiče, highlight, pa smo v bistvu imeli zavoziti tam ulice, par ulic naokrog, pa en velik park precne. Tako hecen, kako se stvari obrnejo, ne. Pa v ta starega polota sva se usedla, ja, pa VRC polota sva se usedla. To je ena tistih predstavitev, ki ne veš, ali predstavitev, ali si se znajdel v filmu Noč v muzeju, ne. Ja, stari, točno tako je. Ko vse oživi, pa bil je moment polo sprint, ko sva poklicala inženirja, ki je motor obnovil, ko so rekli, da ne bo nikoli več užgal. Nad zadnjo osjo, ja. Boxer motor. 1,9 litrski, pa je za brundo. Jaz pa nisem vedel, da ta avto obstaja. Meni je bilo, v bistvu sem bil hyped, pa še neroden mi je bilo ful. Res bilo, kaj je to za en avto? Čak, to je on, ki je izgledal, kada je iz 80-ih, ne? Ja, se je iz 80-ih, ja. No, to sem hotel povedati, pol ostalo, pa pač vesel sem, da smo zakucali podcast 100. Ta cilj za 2030, zdaj si ga že ti rekel, no, ampak to je cilj. Pač, jaz sem letos bil na enem kontinentalovem dogodku in kot vedno, ko je treba zrihtati en res hud avto, sem se obrnil na avtobroker in so rekli, kaj pa če bi Maserati vzel in sem odpeljal MC20 z Jerryjem, so ga šla pobrati in pač nisem že 100 let vozil Maseratija, nikoli pa še toliko športnega in ta avto je, pač se mi je kar malo zasidro od teh sodobnih, v resnici še najbolj, bolj kot turbo, bolj kot vsi ostali. In
je to nekaj, kar si želim. Zdaj bomo videli, kaj se zgodi. No, se pravi, da imaš cilje visoke. Ne? Drugače pa imam še par top avtov tega leta, no? Pa ne bi sploh na dolg, pa na širok razpredu, ker smo o teh že govorili. Ja, jaz bi izpostavil zelo preprosto, poleg tistega turbota, no, bi izpostavil še to novo pandico, zato ker pač se mi je lepo vtisnila, pa tudi atmosferci smo se za to pandico zmenili, da se bomo malo dlje podružili, ampak to je stvar leta 2026, če bi mogel pa kakšen star avto dam odpeljati, sem se pa spomnil čisto prevečkrat na Mustanga od Štepca. Klemen Štepec je moj dober prijatelj iz Mengša. On ima sicer firmo, poglej, no, on drugače te folije na avte lep pa tako, že zelo dolg časa. Pa tudi na plovila se mi zdi. No, glavnom in en dan je rekel, dejta star, menila se že 2 let, da ti prišel po tega Mustanga in so šla z Evo na izlet in ta njegov Mustang 66 se mi zdi je tako lepo zrihtan, da pol tudi ne moreš ostati ravnodušen, ker za nazaj gledaš fotkice pa to. To so bili moji highlighti tega leta. In to je v resnici to. Se mi zdi, da se moram malo omejiti, če ne bom nehal govoriti. No. Kar se avto tiče, so to highlighti. Ne. Kaj pa ti, Jure? Kaj razmišljaš zdaj? Ne, razmišljam, ko je bilo leto 2025, je bilo težko pa... Turbulentno? Turbulentno je taka strošena beseda. Težko je bilo. Ja. Težko je bilo iz marskerih razlogov, vsi vemo, kakšnih. Enega smo dobili, enega smo izgubili. Tako, ko pa za nazaj razmišljam, je bilo pa lepo leto. Ne. In tudi, ko si omenil, je še enkrat povem, včasih, ko živimo, pustiti redno službo, pač ni simpel. In je bila tudi za mene težka odločitev, ki jo sigurno ne bi sprejel, pač če ne bi verjel v tem, da bratovščina atmosferci živi in bo živela in da najlepše avtomobilske zgodbe še niso napisane. Da ne gre kar malo kot sine mi gredo po koncu. Kar me pa najbolj pomerja, me pa pomerja to, da vsakič znova, kaj objavimo, ste to vi v zadnji. In jaz se vam vsem upravičujem, ker včasih je teh sporočil res veliko, ali pa kakšen ga spregledam, pa ne odgovorim, imam zaradi tega slabo vest, ampak jaz sem to že enkrat povedal, novinar brez odziva slabega ali pa dobrega je mrtev novinar. In vse bomo naredili, atmosferci, tu vam jaz obljubim, vse bomo naredili, da ta kapital vas ljudi, ki spremljate, ki imate radi avtomobile, pač ne bomo zapravili. In tukaj se lahko učimo tudi od velikih imen, na srečo, da smo se veliko o tem pogovarjali. Tako da jaz najprej v letu 2025 bi se rad zahvalil vam, ki spremljate atmosferce. Meni sploh veliko pomeni, zaradi tega, ker tako, kot sem povedal, sem postal atmosferc. In je bila to ena najtežjih, pa krati tudi najlepših življenjskih odločitev, kar sem jih sprejel. Kar se tiče pa avtomobilov. V avtomobilih sem se pa prav nazaj držal in sem izbral v bistvu samo enega. Pa še tu sem hotel iti na čist racionalno stran, ker eno so avtomobilske želje, ki jih ima vsak od nas. Ne? In jaz sem tudi enkrat rekel, ko sem, ne vem, kje je že prebral, ampak ti je tu živa resnica, da če ostajaš pri sanjah, pa jih ne uresničiš, so sanje sem izjemno bogato kalorijsko gorivo za razočaranje. Ne? In ko sem razmišljal o letošnjem avtomobilu, tisti, ki bi ga takoj odpeljal v garažo, pa bom v njem zaenkrat še sanjal, ampak to ne pomeni, da ne bom enkrat te sanje dosanjal, je Volkswagenova Kalifornija. In tu na novemu multivanu 7-ki. Tudi zaradi tega, ker v bistvu je vse tisto, ta avto, mene ne čudi, ta avto najbolj prodajan avtodom na svetu še vedno, čeprav je zelo drag. Če ga kupaš novega, pa tudi rabljeni izjemno ceno držijo. Ampak zaradi momenta, ko v bistvu se zaveš, da luksus je takrat, ko imaš čas zase pa za svojo familijo in da to ne rabi biti merjeno v ne vem kakšnem razkošju, ampak je dosti, da se zapelješ na Pohorje
Mi nismo šli nikamor potovati s Kalifornijo, ker je bilo premalo časa, ampak se zapeleš naprimer na ene take kope ali pa kam drugam, pač na kjerkoli Slovenije, ali pa jaz pa sine sva prespala na domačem vrtu, pa smo se glih tako full fine imeli. In ta dragocen trenutek, ko ugotoviš, da je avto še vedno tisti, ki povezuje ljudi na tak ali pa drugačen način, se mi zdi izjemno pomemben. In zato bi jaz kot avtomobilski highlight izbral Kalifornijo. Če bi pa mogel zdaj zamenjati Tucsota za en testen avto iz letošnjega leta, ki nas dostakrat vprašate, kaj bi kupil ta trenutek, bi bila pa Honda HR-V ta nova. Učinkovit hibriden sistem. Jaz sem šel polet z družino, maja sem šel v Italijo na en krajši road trip z lahkoto porabo pod 5 litrov, pa pač spet en tistih avtomobilov, ki ima nadpovprečno prostorno kabino glede na dimenzije. Toliko v avtih. Predstavitev leta? Predstavitev leta meni visoko kotira Polo, ki si ga omenil. Če se ne bi ob koncu leta zgodila Koreja. Se je res Hyundai? Pa ne tukaj zaradi avtomobila, ampak ko sem vstopil v en svet, prvič sem bil tako globoko v Aziji in vedno je na teh poteh zanimivo tudi to, da ti spoznaš utrip dežele, kamor prideš. Ne? Jaz seveda vse gledam skozi vejo mobilnosti, ampak tu se mi zdela ena taka odlična predstavitev tudi zaradi tega, da sem lahko videl in najdel tudi neko potrditev sam pri sebi, da tudi druge se ljudi. Včasih imam občutek na tem svetu, da se samo Evropa ukvarja z zniževanjem ali pa z skrbjo za okolje. Ne? Pa vidiš, ko si enkrat vzune v eni taki državi, da tam jim glih tako pomeni narava, pa čist zrak, pa voda, pa tako naprej. Se pravi, Hyundaiva, oprosti, ker nisem dal telefon potihem. Ni panike, pojem. Pero se ti oglasim. Pa še, kar se tiče pa sploh dogodka leta, je pa meni zelo visoko pri srcu tudi bila ta naša pot v Dubaj. In tisto čarobno jutro na Sepinah, Urošovo ustvarjanje z fotoaparatom, z videom, ta video moramo pripeti zraven. Tisto spokojno jutro, ko sem odprl šotor, pa vam pogledal, pa se zagledal ta empty quarter. To so tisti momenti, ki pač naredijo leto. Super. Se mora pa še Jerry porihtati tam na WC-ju, prijatelju roko, da pa bo še on kaj povedal. Ja, stari, bilo je kar, ko sem šel čez vse fotke pa videe, kaj smo vse videli, doživeli, kaj smo vse objavili, koliko enih projektov, koliko enih avtov, koliko enih poti, koliko enih sprememb, koliko enih rukerjev, koliko enih lepih stvari. Stari, pa še sebe mi ok zapovedati, da veš, res je bilo tako. Mislim, tudi leto 2025 je z atmosferca na nek način prelomno, ker smo sebe tam tudi zagnala to motosekcijo, ne, ker meni osebno tudi veliko pomeni, zato ker sem si vedno želel ustvarjati tudi na motorjih, ne bom skrival in mogoče, dejstvo je, da tukaj sva dva zdaj vajenca pri atmosfercih, eden je Jerry, drug sem pa jaz z motorji, ne, a veš. Jaz še nisem ljudje tam, da bi vam iskreno govoril o ciklistiki motorju, ampak tukaj izkušen pa imam, da čez te zgodbe, ki sva jih tudi seba tam delala, ne, kar spomnim se unga zgodnega popoldneva s Tonijem Mulcem. Ker smo imeli malo reality check, kaj to pomeni motor voziti. Ja. Pa kako je naredil, pa res, pa tudi vseh teh naših gostov v podcastu. Ne? Jaz namenoma sva s Cirilom rekla, midva nova izbrala nekih najljubših podcastov, zato ker vsak gost, ki pride za ta mikrofon, ima na nek način zelo posebno zgodbo ali pa ima vsebino, ki jo je vredno deliti z vami. Ne? A veš? Ampak tudi spomnim se pa sigurno nekih momentov, spomnim se momenta iz Dan Lenartovega podcasta letos, ki je rekel, da če bi se zavedali ljudje,
kako smo minljivi, da nikoli ne bi noben razmišljal na ravnini priložnosti pohoditi gas do konca. Ne? In to se mi zdi, da je en tak nauk, ki pa razumeš, zakaj je človek tako uspešen lahko na več ravneh življenja. Ne bom nikoli pozabil tega zanosa strasti, ki je letos Janja Garnbret govorila o športu, o dosežkih. Ne? In to takrat mi je tudi odprlo oči. Če hočeš biti najboljši na svetu, pač moraš razmišljati tako, kot ona razmišlja. Ni prostora za bližnjice, ni prostora za omahovanje, ni prostora za dvome. Ne? Ona je iskreno povedala, treba je včasih, imam stres, tudi zajokala sem, ampak mene ne zanima drugo kot zlato. Tako da, Janja, lej. Mislim, tu je podcast, ki si ga jaz včasih zavrtim, pa si rečem, lej, tako je treba pač razmišljati, če hočeš iti naprej. Ne? Tako da hvala tudi vsem gostom, ki ste prišli, pa se usedli za ta mikrofon, da skupaj pač lahko naredimo nekaj pozitivnega za vse nas skupaj. Ja, dobro. Jerry, boš kaj pripomnil? Pa v bistvu, jaz sem mislil še skal svoj najljubši test na avto. A si šel na release, a si šel na refuel? Ne. Ej, čakaj, vse to me zanima. Ne rabimo zaključiti. To je podcast, mi delamo krčmo. Ne, jaz drugače, tu sem hotel še omeniti, v bistvu, pač meni je itak, letos, kakor sem imel izkušen z novimi avti, to mi je itak neko čist novo obzorje, za katerega sem itak ful hvaležen. Mislim, dejstvo je, da pač vsak avto mi ne dogaja, ne? Ampak vsak avto, ki ga jaz dobim, je nova prilika za širjenje obzorja. Ne? In v bistvu imam prav en test. Ko dobim testen avto, ga pelem v ročno avtopravnico. In med tem, ko perem avto, jaz skontam v bistvu, če mi ta avto, kako bi rekel, če se bom povezal z njim, oziroma če se ne bom. In letos, v bistvu en nov avto, ki mi je noro izstopil, je bil Alpine A290. Stari moj, jaz sploh ne vem, kje bi začel. Ta te kar cepo, Jerry, ja? Ful. Samo da si nisi dal kabel polnilni v 6, tako kot po Avatarju, da se z Majem povežeš, Jerry. To ne boš naredil, da se ti kjer zabliskalo slučajno. Mislim, jaz sem pač na internetu utripa. Sem javno izpostavil, da je pač tu električen avto, ki ima dušo, kar pomeni, da me je res mogel prevzeti. Ne? Pač, mislim, kako bi rekel, dobro, pustimo to, da mene je itak že navadna petka. Me je zelo zanimala. Je dober avto, ne? Pač, mislim, itak, poleg tega, da pač avto ima karakter, ne? Mislim, drugače se ne bi folk na takšen način o njem pogovarjal. Ne? In pol dejansko, ki je tisti dan, ki si ti Maseratija prevzel, si mi rekel, da bom jaz lahko Alpinko domov odpeljal. In jaz pač tako čist navdušen in ti si bil tako, tu je A290, ni A110, pa jaz sem točno vedel, ko bom odpeljal stari. In mislim, tu je pač, nisem se mogel nehati voziti s tistim avtom stari. In mi je, mislim, tu je res eden izmed tistih avtov, ki mi res dajo upanje. A veš, da v bistvu da je prihodnost, mislim, lahko tudi zelo svetla v bistvu. Ne? Da gledam in nazaj, itak logično, mislim, rabljeni avti mi zmer dogajajo, ampak... Pa nima btko, veš? Nima btko, ne? Nima btko, pa veš, Jerry, lej, pa... Auspuha nima. Ja. Mislim, lej, veš... V tebi je zaživel ta igričarski svet zdaj, veš? Je logično. Mislim, sej veš, da bi rad videl še kako klasično mašino noter, ne? Ja. Ampak vseeno, lej, da... Počas, ko bomo dobili ta novo GT Turbo. Mislim, lej, pač v bistvu letos sem je šele videl, koliko je dejansko širok ta avtomobilski svet, oziroma bom bolj rekel, začutil sem to. Ne? In v bistvu tu je res
pač nor privilegije itak. Pa hotel sem še izpostaviti, zdaj Jerry 225 so na YouTubu, ne, ampak ena vožnja, ki je pa, v kateri bom pa razlagal, dokler sem živ, je pa to Renault Clio V6, stari moj. Sej res? To je pa, pač. Koliko jih je pri nas še? Baje sta dva. Oba dva sta prva serija, torej kao pre-facelift, ta nevaren, ne. Ampak baje je ta edini registriran, tako da Matic, ful ti hvala, ne moram verjeti, da si mi pač dejansko dal ključe od te mašine, ampak to je, mislim, pač, veš, to ti dejansko da misel to, o čem dejansko, kaj je point sploh izkušnje avtomobila, ker dejstvo je, da pač avto, mislim, je znan po tem, da te je pač hotel ubiti, ampak to je, mislim, dobro, sem ga zelo počas, pač logično, ne. Ampak... Se je prav, tudi jaz bi ga. Mislim, stari moj, pač, a veš ti, pač pogledaš in si pač v Cliotu, pač armaturka od Cliotu. In pol tako, pač na avtocesti pohodiš gas in pač je nek čuden zvok zadaj. Ja, ker Jerry, veš, kaj bi se ti pa lahko zgodil, ne? Lahko bi se ti pa zgodil to, kar se ti je, sam si bil, hvala Bogu, na dirkališču, ne? Ja. Daj povej še to zgodbo, pa zaključimo, jo. Madonna, torej, slab mesec nazaj v bistvu me je Rok Kostanšek povabil na dogodek, ki ga je na Grobniku organiziral Lema Racing. In to je bil v bistvu dogodek ob zaključku sezone, kjer je glavna zvezda bil Kijan Poteš, ki je en tak nadobudni dirkaški slovenski up. In v glavnem oni tak dajo taksi vožnje, pa vse živo, ampak zadeva, ki se mi je najbolj zdavno vtisnilo v spomin je to, da sem bil eden izmed tistih, ki so se lahko usedli za volan GT4 dirkalnika. Audi R8, GT4, V10, itak, skoraj 500 konjev, zadnji pogon in spomnim se par mesecev nazaj, ko sem tudi bil na Grobniku, mi je pa Luka Janežičev, mi je dal v svojem Boxsterju v bistvu nasvete, kaj delati, kaj ne delati, v bistvu dirkaška linija in se prav spomnim, kako mi je razlagal pač najbolj pogoste napake tega dirkališča in stari moj, ko sem vozil Audija, točno to, kjer je rekel pač 8. ovink, nisem imel pač volan za dosti poravnan, nisem še pogasil na mrzlih gumah in me je obrnilo, ne. In tu je bil, mislim, se bom klip prepel, zdaj lahko rečem isto kot ti, ne. To je bil, mislim, pač ne vem, če sem v življenju kdaj začutil tak strah, kukar, a veš, ker si pač v avtu, ker ne glede na vse je pač vreden 250 000 in ti pač nisi v kontroli. Pač, mislim, jaz sem bil... Vsak se je že kdaj obrnil, veš. Oh my god. Ja, mislim, to je bilo zame prvič, ne. Yeah. Sem bil tako, res... Si šut iz Fiskedu, ne? Od Audija. Ja. Pač, a veš, ampak jaz sem v tistem momentu, mi ni bilo nič jasno, pač stari, jaz itak, da sem spoštoval mašino, a veš, ampak pa gledaš video in sem tako, what the fuck, zakaj si tukaj na gas pritisnil, stari? Pač nisem imel feelinga, ne? Ja, to so ti avti, ja. Ampak sem pa ponosen, da nisem zamrznil, dejansko sem pač neki z volanom tam delal tukaj, da nisem se vučke si pa take duvo, Dej, ne govor, stari, kada bi snemal Jurassic Park 10. Ej, fantje, sam še neki, spomnil sem se, da Seba je poklical, preden smo začeli podcast snemati. Ja, Seba je bil na eni predstavitvi, tu smo. Sam tok, na hitrco, preden je šel na remont podvozja, je rekel, da fantje ne pozabite, k nam prihajajo veliki Kitajci, ampak prišli so pa tudi Vietnamci. Winfast je znamka, tako da boste vedeli, imajo seveda svojo spletno stran, imajo dva avtomobila, VF6 pa VF8, s takim precej zanimivim dizajnom, gre za dva električna avta. V6 ima, bom sam par podatkov prebral, da boste vedeli, kjer ballpark govorimo, do 400 km dosega, kapaciteta baterije šok 60 kWh, 150 kW moči, VF8 ima pa all-wheel drive, ima pa še dodatni elektromotor. Spredi ali zadnji, kaj je izvorno, ne vemo, ne? Jaz priznam, da se nisem... Sej jaz tudi ne. V glavnem tudi tukaj jaz ne bi rad preveč o teh dveh avtomobilih govoril, ampak zdi se mi pa vredno poudariti to, da je še ena nova znamka na slovenskem trgu, Winfast. Dajte jih malo preveriti, malo poglejte, sem prepričan, da je tudi veliko vsebine na internetu in kakor zdaj kaže, se bomo dogovorili tudi za kakšen test, pa da bomo takrat lahko več povedali. Ker zdaj na pamet nima nobenega smisla in tudi nobenemu naredimo usluge. Je pa dejstvo, da pač je fajn, ker je slovenski avtomobilski trg bogat. Ne? Ja. Vse možnosti izbire je vedno konkurenčen in da ne pozabimo, smo tik pred
tik pred razglasitvijo slovenskega avtomobila leta. Ne? To bomo po naslednjem podkastu govorili. Bomo v naslednjem podkastu govorili, ampak zdaj imate pa še čas, ker šteje tudi vas glas. Ne vem, če Je bo še. Jure to že. Mi bomo objavili ta podcast pozneje, veš. Kdaj bomo objavili? Do kdaj ima čas glasovati? Do 5. januarja. Ne, to ne bo šlo. Pa pozabite. Pa lahko pa rezultate preverijo. Pa lahko rezultate preverite. Sam do takrat pa tudi, če ne bomo izbrali slovenskega avtomobila. No, ampak bomo pa o tem govorili v naslednjem podkastu. Vsi tisti, ki ste pa glasovali, pa hvala vam lepa. Pa želim vam veliko sreče pri nagradnem žrebu, ki smo pa svet s fanti pripravili z vsemi sodelujočimi uredništvi, fajn nagrade. Ja. Tako da hvala, ker že toliko let, že več kot 30 let pomagate izbirati slovenski avto leta. Ne na zadnje slovenski avto leta, tudi vi boste vsakič znova. Ja. Tako da. Glede na to, da je to ta prvi podcast tega leta, smo zaželeli gledalcem srečnega pa zdravega. Ne, to je prav. Zdaj ti, Jerry, je en tak eno lepo avtomobilsko poslanico, da je vsem. Ni vedel, kva si je zaželel zdaj. Ja. Jerry, eno lepo avtomobilsko poslanico, tako da bodo ljudje srečno pripeljali tudi do konca leta 2026. Jerry, podcast Oder je tvoj. Torej, hvala, ker nas spremljate. No, v bistvu, itak je privilegij biti tukaj, ampak v glavnem. Jerry, nehi to govoriti, ti si zaslužil, da si atmosferc. Hvala. Privilegij, tudi jaz zdaj rečem, da je to, ampak ti si tukaj z razlogom, tako da uprav zdaj pa nadaljuj. V glavnem, v 2026 vam želimo čim več varnih ovinkov, prijetnih ovinkov in pa, če si kdo od vas želi kakšno specifično dogodivščino v avtomobilu, da se vse to uresniči. Nisem jaz to. Dobro je zapeljal, stari. Ne, na koncu si rešil. Jaz bi dodal sem še to, da na ravnini priložnosti pa lepo hodite. To je to. Folk, lepo se imejte, hvala, ker ste še vedno z nami, dajmo to delati še naprej. Nasvidenje. Adio. Holy shit. Ovo smo ga zakucali.